Ljudje in ljudine, poslušate 174. epizodo in 6. božični special z podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, Obot, Otosa, Baka, Okasa, Damare! To je bilo rahlo rasistično. Smo tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Servus. Igor Harp. Yo! In Aljoša Harlamov, tokrat znova brez gosta, zato nič manj rasistično. Današnja epizoda je posvečena filmografiji japonskega mojstra animacije Hayao Miyazakija. Govorili bomo torej o 11 anime celovečercih, tako da, če ste si že dali kokice delati, počakajte, da se razpočijo. Hvala. Ampak samo v tisti, ki jih je napisal in režiral hkrati. Če omenjenih filmov slučajno še niste pogledali, potem za vas velja pošteno opozorilo, da bomo o njih govorili brez zadržkov. Torej, najbrž tudi s kakšnimi kvarniki, čeprav mislim, da toliko podrobnosti mogoče tudi ne bomo šli, da bi se vas morali biti toliko strah, ampak gotovo vam bomo povedali, kaj, kar je boljše si pogledati prej. Poglejte si prej, preden poslušate dalje. Če pa ste filme že videli ali pa jih niti ne nameravate gledati, vas pa zanima, kaj bomo o njih povedali mi, pa odpotujte z nami v čudežne dežele parnih strojev, letečih naprav in odštekanih biti. Maestro, ena japonska. A ste vedela, kaj sem povedal kaj je v akronimu? Ata, idiot. Mama, zaprigovec. Joj. Če smo pa božična epizoda. Zaradi tebe ne moramo imeti lepih stvari. Ok, skratka delamo Miyazakija, teh filmov je kar nekaj, tako da jih bomo pol sproti naštel, oziroma jih bom pol preletel skozi, ali pa dajmo kar zdaj. The Castle of Cagliostro iz 79, Nausicaa of the Valley of the Wind iz 84, se pravi, ta film drugo leto praznuje 40. obletnico. Medtem ko pa 45. prvi, skratka. Potem je Castle in the Sky 86, My Neighbor Totoro 88, Kiki's Delivery Service 89, Porco Rosso 92, Princess Mononoke 97, Spirited Away 2001, Hall's Moving Castle 2004, Ponyo 2008 in The Wind Rises 2013. In kako zelo ste si oddahnili, da nisem teh naslovov povedal v japonščini. Drugač, žanrsko, fantazijski žanr. Ne vsi, ja. Malo je tudi portalne fantazije, recimo. Potem je kao viteške fantazijske poslovščine, steampunk, postapokalipsa, vojni, biografski. Tako, ja. Velik žanr bomo danes torej predelali. Gospod, o katerem bomo veliko govorili, je torej Hayao Miyazaki, drugi izmed 4 bratov Miyazaki, rojen v kraju Akebonocho, to je v tokijskem predelu Bunkyoku. Med drugo svetovno vojno, kar bo postalo bolj pomembno, je bil Miyazakijev oče Katsui, direktor podjetja letalstvo Miyazaki, katerega lastnik je bil njegov brat. Podjetje je izdelovalo krmilne naprave, to so ti joystiki, domnevam, ne? Za bojna letala tipa A6M0. In v tem času je Miyazaki risal letala in druge letalske priprave, in od tam dalje, mislim, da v vseh filmih ni težko pogruntati, tudi če sam filme vidiš, da ima Miyazaki nekaj z letali in z letenjem. Miyazakijeva mama je bila drugače zagrizena bralka in intelektualka. Kot otrok se je Hayao veliko selil, deloma pa tudi zato, ker je mama med letoma 47 in 55 prestajala terapijo proti tuberkulozi in je bila veliko v bolnišnicah, kar tudi postane za en film še kar zanimivo. Kot dijak je obiskoval gimnazijo Toyotama, v 3. letniku si je... Maturanti iz Toyotame so najbolj iskani v tovarni Toyote. V 3. letniku si je ogledal film Hakuyaden, ki velja za prvi celovečerni barvni anime in se zato začel zanimati za animacijo.
Da bi lahko postal animator, se je moral še naučiti risati človeško figuro, ker je do takrat pač risal samo letala in bojne ladje. Po maturi se je pisal na univerzo Gakushuin in leta 1963 diplomiral iz političnih znanosti in ekonomije, tako da vse, kar danes bomo, če boste nas obtoževali marksizma, gledajte, on je že vedel, kaj piše. Okay. Aprila 1963 se je potem zaposlil v podjetju Toei Animation, kjer je delal kot risar v filmu Pes čuvaj ho ho. Nisem jaz zmislil. Kmalu po nastopu dela je bil pobudnik spora med delavci in je potem postal glavni tajnik sindikata te animacijskega studia. Oktobra 1965 se je poročil s sodelavko, animatorko Akemi Ota. Imata dva otroka, Goro in Keisuke. Goro skratka, je nasledil očeta, kako bi rekel, tudi on se skratka ukvarja z animacijo. Medtem ko je Keisuke je pa kipar iz lesa. In pa seveda Miyazaki je potem skupaj, mislim, da ni edini, ne, je ustanovil studio Ghibli. Ghibli, mislim, da se izgovorijo. Mislim, da je Ghibli. Ghibli. Ja, Ghibli. I think. Okay. Mislim, če mu danes se na to zahaklal, bo šel fulceta. In vse ostalo je legenda. Skratka, tip je živa legenda, jaz to moram reči. Jaz sem celo pod vir franšiza napisal to kot studio Ghibli, ker se mi zdi, da je to že tako ime, da dejansko je skoraj Marvel, sem da pač nima povezav med filmi, ampak zame je to definitivno eden od studijev, za katerega pač, ker ponavadi jaz ne vem, pri katerem studiu, ker nastane Disney, recimo, pri animacijah še kar, no, se mi zdi, da iz nekega razloga vsi vemo, Pixar, Disney, recimo. Ja, DreamWorks imajo nek slog, ali pa Laika, ki dela stop motion. Animacijski studio ima bolj svojo estetiko, ker več ljudi dela na tem. In sicer imaš ti nekoga, ki je pobudnik, ampak ne more en človek sam vsega narisati. Tako da se dosti bolj gradi na tem, pa tudi pač risarji se šolajo tam pred Disneyjem, sploh to recimo. Nekdo začne kot animator, pa pol napreduje do tega, da lahko režira film, pa potem dobi možnost, da naredi celo večerca igranega, pa zajebe čisto in studio zgubi $100 milijonov in potem mora narediti Incredibles. Ja, skratka, drugače po Miyazakiju v 90-ih so poimenovali tudi en asteroid 6905 Miyazaki. Ja, poznam. Ja, domnevam, da je 6905 njegova cifra, na katero špila loto. Pin koda njegova bančna. Skratka, danes bomo govorili, jaz mislim, da o eni res legendi animacije. Ja, jaz bi še eno stvar povedal. Te epizode nimamo zato, ker bi, če se bralci poslušalci, kdor bere naš podcast. Nimamo zato, ker bi gospod umrl, gospod je vitalen in celo govorice so, da naj bi mogoče posnel še en film, ampak mi smo imeli idejo, da bi delali o njegovem novem filmu, ki pa k nam ne pride v kino in nimamo nobenega pojma, kdaj bomo lahko videli njegov nov film, torej Deček in Žerjav. Ampak smo pač se odločili narediti epizodo, ker so pa vsi njegovi filmi tak primerni za ta počitniški božični čas za ogled, tako da je to razlog. Ja, zdaj, jaz zadnjih dveh nisem uspel pogledati, pa zadnjih dveh nisem nikoli pogledal, tako da to boste vidva vedela, ampak recimo tudi lahko rečemo, jaz mislim, da razen princese Mononoke v večini ostalih ni nekega eksplicitnega nasilja. Dobro, vidiš sicer tudi v kakšnih Howl Moving Castle vidiš, ne vem, bombe padajo, goreče stavbe, ampak ni pa, ne vem, odsekanih rok, nog. V Navšiki je nekaj tega, ne? Tam je tudi, če imaš prav. Pa v pač temu, ta zadnjemu, Wind Rises, je jasno, da se dogaja vojna in požar je in dosti ljudi umre, vidiš to, ampak ni pa zdaj nasilja takega. Samo je pa biografski film, tako da mora biti nekako postavljen v čas, ko so se stvari res zgodile, ki so bile pač grozne. Ne? Tako da ja. Meni ne bi razumel, če se še hotel tika Miyazakiju tako splošnega povedati, preden se lotimo filmov. Ja, jaz mislim, da se splača povedati, da jaz bi ga prej primerjal z Walt Disneyjem,
osebo, ne po antisemitizmu, ampak po veličini animacije. Ker to jaz bi v bistvu Ghibli prej primerjal z Disneyjem, klasičnim Disneyjem kot animacijski studio. Okay. Ker mislim, da je taka teža. Oni imajo, torej na Japonskem je zaradi popularnosti tudi uspešen Ghiblijev Luna Park, da imaš tudi ta neki takšna veličina. Pri Miyazakiju se splača tudi povedati, da je v bistvu precej veliki filozof, predvsem koliko govori o svojih pogledih na svet, ekologijo, na delo, na zapuščino, nostalgijo in tako naprej, tega kar predvsem na YouTubu, tako če koga zanimajo par teh intervjujev in dokumentarcev z njima, strasten kadilec. Je očitno iz vseh filmov. Ja, ne, se tudi nič ne skriva v intervjujih. Pa nekaj, kar mogoče se bolj že nanaša na njegovo delo, on je precej deloholik, pa pozornost njegova, kako se nanaša na realizem njegovih likov, je nekaj, kar ga zelo ločuje ali pa mu daje razkorak z animejem, z klasičnim animejem na Japonskem. Njemu v bistvu v intervjujih je povedal, da mu gre na živce, kako se v bistvu liki v japonskih animejih obnašajo z pretiranimi groteskami, z nekimi simbolički, znakci, solzicami, z razkričenimi usti in kakorkoli. In to, če potem pogledaš njegovo filmografijo, vidiš, da so večina njegovih likov res v bistvu bolj realistično zakorenjeni. To je ena taka res pomembna razlika, na kaj on polaga pozornost. Ja, mislim prav, že to je, ker tudi pri drugih animacijah redko vidiš take detajle kot pri njegovem. Recimo, ravno včeraj, ko sem gledal The Wind Rises, imaš eno sceno, ki je človek v obleki in potem se usede in se mu obleka pač tako se v resnici ti gor zguba in si jo dol popravi. In to je nekaj, kar je treba si dodatno čas vzeti in v animaciji bi vsi ostali basically rekli, ni potrebe, potem on se usede in je. Ampak res, polno je takih detajlov, ki čisto živijo to. In je čisto obratno, tako kot si rekel, od animejo, kjer imaš tiste oči in ali pa ne vem, pri anime teh športih, ker imaš gol, streljanje na gol in to traja 20 minut. Ja, medtem ko gol pa razpara mreže. Tudi na YouTubu je ena par teh zadev, ko so skušali mu v bistvu nekako prodati računalniške bližnjice za animacijo. In je v bistvu se orang razhudil, v bistvu kako slaba in nečloveška, umetna je ta animacija, ki jo računalnik prinese noter in je dolgo časa se upiral, še zdaj se upira pretiranim računalniškim posegom v klasično animacijo noter, ker je zanj nečloveška, nenaravna in ropa njegovo delo duše. To je njegova izjava. Anime. Ja. Pa, kako ne rečem, mislim, tam je en video, ki se prav postavi 5 tipov v kot, pa se jih niti ne nadere, samo pač njegov glas se povzdigne in reče, to je totalen drag, to je nečloveško, to je nehumano, kaj ste mi vi ravno kar pokazali. In šele mislim, da z Mononoke je počasi začel noter v ozadja predvsem pripuščati računalniške posege, pa še tisto zelo tako nežno, neupadljivo in tudi pri Wind Rises mislim, da si videl mogoče ne več tega, ampak mogoče za neke scene leta, da pride potem računalniška animacija skozi, medtem ko vse ostalo je še pa vedno klasično, ročno risana zadeva. Tako da to se mi zdi, da se splača pri njemu poudariti, zakaj je tako pomembna oseba v animaciji. Ne, super, sej... Jaz mislim, da se bo tudi skozi filme videlo. Jaz moram reči, da kot sem rekel, jaz sem večino tega sicer že pogledal, ampak sem zdaj v pripravah na ta podcast pogledal večino še enkrat. In jaz moram reči, da če bi zdaj pogledal na svoj Letterboxd, jaz mislim, da nima niti eden režiser takega poprečnega skora pri meni, kot ga ima Miyazaki. Jaz mislim, da je to... Mislim, niti Zack Snyder? Ja, mogoče ima zmeraj podoben skor, ampak... Malo nižje. Ja, ne gre višine, podobnost ni višini, ampak kje druge. Tako da ja, bomo kar začeli, pa bomo še sproti kakšne take stvari poudarjali, se mi zdi najbolj. Opozarjam seveda tudi vse poslušalce, da razen prvega, v kateri bomo zdaj na hitro nekaj povedali, imate vse njegove animacije. In zadnjega seveda, ki ga tudi mi nismo uspeli pogledati, imate vse na Netflixu. Skratka,
Noč ni treba piratizirati, ne rabite igrati gusarja. Nobenih težav s podnapisi, če znate angleško. Tako. Pustite Rdeče morje pri miru, skratka, in pogledajte si na Netflixu. Tudi če si morate recimo sam za praznike vzeti, kaj že poskusno, se ima Netflix najbrž tudi. Ja, imajo neko džobo. Ja, ok. Skratka, prvi film je iz 79. The Castle of Cagliostro, nekje je imel še, ponavadi je imel, v izvirniku je imel še naslov Lupin 2, The Castle of Cagliostro, ampak potem so to nekako zaradi neurejenih pravic, zaradi Arsena Lupena, no, na katerega se to nanaša v Evropi oziroma po ostalem svetu nekako skenslali in je samo The Castle of Cagliostro in tudi tako ga zdaj najdete, mislim, da na Netflixu, mislim, da tudi tam ni Lupin napisano. Zdaj, to je še precej tak, bi rekel, franšizna film, ne, skratka, obstajal je že en Lupin, mislim, da je najmanj ena risanka Lupin, se pravi, da je to neko še eno, ali že več, ne samo ena, se pravi, da Lupin 2 je kar popularni junak, bil na Japonskem, imel že nekaj, mislim, da celo večerco ali pa kakšno serijo. In potem je pač Miyazaki naredil ene stvari malo po svoje in jaz mislim, da se v tem filmu vidi nekaj njegovih tipičnih prijemov, ki najbrž niso v ostalih Lupenih, ampak je pa precej še, se vidi, da je tukaj še vedno precej omejen in da pač mora neko štorijo spraviti, se pravi, tukaj imamo kaj Lupina 2, Lupena 2 potomca, pač Arsena Lupena, velikega tatu, ki skratka izveza neke ponarejene bankovce, ki bi jih on mogoče tudi imel, spotoma rešuje še neko princesko, ki jo lovijo in potem se zaplete v celo neko štorijo z ugrabljeno princesko, ki jo hoče nekdo na silo poročiti, zato da pride do družinske dediščine. Mislim, da sem to povedal. Meni se je zdel kar zanimiv tak dinamična risanka, posebej oni pregoni z avtomobili, so mi zelo zabavni, vse je tako zelo, res je, ta prva njegova je pa še res tako precej naspidirana, zelo malo je tega, kar je pri Miyazaki pozneje, ko imaš cele, ne vem, več minut, vse je malo neke refleksije, pogovorov, da se umiri, tukaj non-stop našpona na 11, Lupin skače po strehah, pleže nekam, rešuje se tam ven, ne vem, skratka je kar taka, precej jaz sem sem googlal o tem, pa sem videl, da pač ni, da jaz sem več čas mene Lupin, tako kot je narisan, spominja na opico, in sem več čas tuhtal, da je to neka povezava z tem Monkey Kingom, se pravi z opičjim kraljem, ki je sicer bolj kitajska, oziroma bolj taka širša stvar, ampak nisem pol našel nobene čist 100% potrditve tega, tako da tega ne bom govoril, ampak Lupin je res podoben neki tak, že konstitucija en tak šimpanzek, no. Jaz ga nisem gledal. A ja, nisi pogledal? Ne. Aha. Jaz tudi ne. A zato sem jaz govoril o tem filmu. Ok, pol pa je to bolj... Slišim samo dobre stvari. Mislim, meni je bil čisto všeč, ni pa zdaj, pač pravim pa, da ni še to čisti pravi Miyazaki, no. Res je, malo je teh elementov, pač nekega steampunka tudi noter, ne, kar smo rekli, kotlpunk po obodovsko. Malo kotlpunka, ampak ne velik, no. Velike tega nekega streljanja, preganjanja okrog, tako, no, meni se je zdelo še kar, ja, pa tak pač antiheroj, no, skratka, on je nek, napol, to pa je, mislim, da tudi malo pri Miyazaki, vedno ima te napol zlobne čarovnike, za katere se poleg skaže, da mogoče pa niso zlobni, noben ne ve čisto dober, oziroma nihče ni 100% zloben, ni to Disneyjeva risanka, tu so sivine, ljudje se spremenijo, tako da. Ok, pol pa gremo kar na naslednjo, ki je pa, kako se že rekel Igor, Naušika. To je drugače Nauzikaja, neka nimfa iz Odiseja, ne? Mislim, da je od tot, pač to ime. Ja, tukaj izgovarjajo Naušika in kar je še bolj zabavno, eden od likov je stari Mito. Ja, The Old Mito. Skratka, Naušika in se pravi Dolina vetra, bomo tako po slovensko rekli, iz leta 1984 ta film, skratka, kot sem že prej povedal, praznuje z naslednjim letom 40 let obstoja. A se mu to pozna? Jaz mislim, da ne. Še precej sodobno temo ima, ker v osnovi je konflikt med
izkoriščanjem narave, pa uničevanjem narave napram ohranjanju ali pa spoštovanju narave. Mislim, da je to osnovna tema. Ja, pri čemer še gre bolj še dlje, ne? Ker tudi tisti, ki v bistvu so ljudje, ki hočejo uničiti, oni samo hočejo uničiti nekaj, kar menijo, da je slabo, zato da bi izboljšali naravo. Oni pač tisti strupeni gozd hočejo uničiti, menijo, da bi bilo ga najlažje uničiti tako, da ga zažgejo in da bo potem tam pač zdrava zemlja, da bojo lahko pač varno živeli. Ne? Oni ne želijo uničiti zaradi nekega profita ali karkoli, oni hočejo nekaj odstraniti, nekaj, kar je toksično. S tem, da to hočejo narediti na kapitalističen način, rečemo, ne? Ker se je že Aljoša omenil, da je on marksist. Dajmo kar biti odkriti. Oni hočejo čist najbolj neposredno pot ubrati, da bi prišli do istega rezultata kot Naušika in njeno ljudstvo, ki pa je, medtem ko pač tile pa želijo živeti v harmoniji z naravo, tudi z naravo, ki je na vides nevarna in strupena. Ne? In to se mi zdi, da je ključno tukaj. Ne? Pač kjerkoli si imel potem vsa ta leta kasneje neko ekološko parabolo not, je bilo vedno, da oni, ki hočejo uničiti naravo, hočejo to narediti zavestno, zato da bojo imeli nek kratkoročen učinek, pozitiven zase, ne? Sam zase. Tele pa hočejo narediti nekaj dobrega, ampak brez glavo. Ne? Aha, ok. To se mi zdi, da je ful subtilna in ampak močna razlika in da menim, da je tale Naušika zaradi tega pač boljša kot, ne vem, Avatar ali pa karkoli drugega, kar je kasneje prišlo z nekimi tovrstnimi temami naprej, ki so dosti bolj simplistične. No? Ja, meni se tudi zdi, da je tak, pač prejšnji film je bil še dokaj gotski, ta je zdaj že res fantazija, skratka smo v nekem postapokaliptičnem svetu v resnici, v katerem, skratka, ko se je že rekel, obstaja nek del narave strupen zaradi, pač, ker so ljudje pač karkoli onesnažili, karkoli uničili in skratka nekateri bi radi izkrčili ta gozd, ona bi pa vidi pa tudi neko, kako ta gozd v resnici prečiščuje ozračje in je zaradi tega strupen, seveda, ne, ker pobira iz ozračja. Meni se je zdelo pač tudi tako zanimivo, ker v tej risanki je zelo veliko elementov groteske v tistem najbolj osnovnem grškem pomenu groteske, kjer se v bistvu gre za preplet človeškega, živalskega in mašinskega, ker imaš vse te neke variacije. Eni liki so napol kot neke živali, oziroma so med ljudmi in živalmi, eni imajo neke te podaljške bionične in so že tako napol stroji in obratno neke tudi ne moreš ločiti v tem gozdu čisto dobro med rastlinami pa živalmi, se mi zdi. Ni čiste te razlike. Meni je to res toliko čudovito narisano, ima toliko res ene domišljije, ta gozd je toliko prelep, toliko enih detajlov, toliko enih različnih stvari je noter in zdaj se bomo pri Mononoke šli nazaj, jaz se strinjam s tabo, Igor, meni je bil tukaj recimo ta message, ne, oziroma ta sporočilo naravovarstveno in vse to veliko boljš, kot mi je pri Mononoke, ker sem gotovo, da mi tam ene stvari mi grejo malo na živce. Tu noter pa se mi zdi, da Naušika je pa taka. Zdaj premalo vem o japonskem šintoizmu ali čemerkoli, tako da ne bom trdil, jaz pa z mojega stališča zahodnega gledam to, zelo je katoliška, krščanska, ker nje je pa tako vsako življenje je sveto in skuša vse ohraniti, ona najraje pač ne bi, ona tudi sovražnika, ki jo napada, se pač vsem preprečuje, da bi jih pobijali kar tako in tako naprej, vse skuša rešiti, ne, tudi princeso, kraljico ali kar je že una ženska, ki hoče uničiti res ta gozd in te ome, pač ona se res trudi ohraniti vsako življenje in to se mi zdi tako totalno naivno in tako, ampak po drugi strani pa to lepo, no. Tako pravlično, no. Predvsem. Ja. Mislim, da ena ideja šintoizma je, ki jo tudi jaz površno poznam, pa lahko pošljemo pri Mononoke bistveno bolj razdelamo, je, tam se v bistvu vzame perspektive sivine, pa nasprotujoče se perspektive dosti bolj prepletajo kot tu, kjer imamo nekako eno določeno črno-belo sliko vseeno, ne, tega konflikta antagonisti, protagonisti, ne. Ampak ideja tega šintoizma je tudi, da je vse del narave, da ni noben izven obličja narave, tudi ne Bog. Tako da mislim, da v tem osnovnem messageu tudi Naušika
ni toliko katoliška, kot je pač kao, da se v bistvu nauči tretirati popolno vse, tudi ljudi, tudi na svoje antagoniste, ne, kot del te iste narave. Yeah. In zato se mi zdi, da je tako proaktivna pri tem, da ohrani vsako življenje, ker vsako življenje je zanjo narava. Ne. Ja, no plus pač vse religije so isto. Tudi, ja. Hvala, Igor. Koliko si se pa ti poistovetil s svojim soimenjakom? Boš začel furati iPad? Ne še. Mogoče bom nekaj slikati, bom postal cool guy. Ma pa zelo eno tako srednjeveško estetiko, ne? Vsi ti neki veliki oklici, vitezi. Malo me spominja na neke zgodne japonske RPG-je, tisti gameri, ki to poznate, no, Final Fantasy ali pa Square Enixov studio, so po tem anime njihovih risarskih veščinah bili dosti podobni temu, tako da tu se ena taka estetika malo preliva. Ja, pa se tudi dosta animejo, ima te neke elemente polnot, ne? Kaj je tisto Seven Deadly Sins, recimo, imaš te neke supercharged viteze, pa... Ja, čeprav jaz moram reči, da tukaj meni je pri Navšiki ravno to všeč, ker je nek občutek neke epskosti. Se mi zdi, da to, kar je recimo v Tolkienu, Gospodarju, kar je res ceniš in kar je recimo Peter Jackson od vsega najbolj ujel na filmu, je ta nek občutek, da ta svet obstaja, da je to res in da je v njem kup nekih lepot, grozot in vsega še, tudi izven ekrana, izven kadra. Ne? In mislim, da tudi tukaj Navšiki to nekako bolj uspe, se mi zdi. Najbolj od vseh se meni zdelo, da je tako najbolj ta svet premišljen, tudi z detajli narisan in tako naprej. No. Mislim, da Miyazaki je naredil mango, na kateri to temelji, če sem prav razumel. To mislim, da se tudi pozna. To je po njegovi mangi. On je takrat pač, če se jaz prav spomnim, ko je pač naredil prejšnjega, ne, Lupina, in je bil uspešen, je potem dobo nekako so mu zaupali in potem je lahko po svoji mangi posnel pač ta cel večerc. Gremo kar dalje, ker imamo še kar veliko tega za predelati. Leto 86 bomo preskočili za 2 leti, skratka, in imamo Castle in the Sky, se pravi grad v oblakih. Laputa, tako. Laputa, Castle in the Sky. Tukaj imamo skratka zgodbo o neki punci, ki jo skušajo ugrabiti nebeški pirati in pade na zemljo in potem sreča enega fantka, ki si je vedno fantka, od katerega oče je nekoč uzrl ta grad v oblakih, Laputo, in on verjame, da bo to enkrat dokazal in potem on poveže, da ta punčka očitno izhaja od tam in zdaj vsi hitijo tja, lovijo jih pa vojska in pirati, oziroma pirati tudi njima fantku in punčki pomagajo pri osvojitvi Lapute. Ne? Tukaj mislim, da se kaže ta Miyazakijev, mogoče tega v Navšiki ni bilo toliko prisotno, se strinjam mito, da mogoče je več tle bolj teh črt antagonist, protagonist, kdo pač je, saj kako so oni usmerjeni, čeprav se strinjam z Igorjem, da pač samo zadnje ni toliko preprosto, ampak mislim, da tudi noter pa imamo zdaj to, kar se bo pojavljalo, mislim, da vseh naslednjih risankah skorda, imamo pač neke kriminalce, zločince z zlatim srcem, oziroma zločince, no, sej zdaj pirati, a so zločinci, če kradejo zato, da preživijo, ne vem, no, zdaj to, ne bomo se spuščali. Ja. Še več. Pa njihova mami je, jih vodja, veš. Čeprav so malo seksistični, no, do punčke, ki takoj reče, zdaj pa ne bomo rabili kuhati več. Čeprav poli grejo seveda vsi pomagati, ker pač mladoletne punce na letečih ladjah so pač redka dobrina. Ok, nice save. Spet je tale malo kotlpankasta, ne, skratka vse te leteče stvari so zelo, ti aviončki, ne vem kako. Ja, tudi sama vasica pod Laputo, ko se pojavi, je ta neka rudarsko mesto, ne, okay, je zelo tak steampunkiš narejena. Ja. In skratka, kaj ugotovijo na koncu še, zdaj imamo pa sporočilo, podobno na Navšiki je ta, da pač tam pa se je zgodila skratka ta apokalipsa samo na tej Laputi, na tem gradu, ker ga zdaj stražijo neki veliki gromozanski roboti, ki zdaj skrbijo za ptičke in
rožice in tako naprej, ampak zgodila se je skratka neka katastrofa zaradi njihove tehnološkega razvoja in pač tega kraljestva, kako bomo temu rekli, ni več. No. Mislim, da je glavni message tukaj, da tehnologija odtujuje. Ne? Mislim, da tudi tile, ki so bili na Lapoti, ne, oni so pobegnili pred uničenjem, ampak njihov je tudi ta lastna tehnologija odtujila potem od stika z zemljo. In potem tudi sami zapustijo Lapoto. Lapota je zapuščena, ne? Ona samo tava na nekem endless loopu okrog zemlja, kakorkoli. In pač ta princesa niti ne ve, da od tam z golem kristalju veže s tistim prostorom, medtem ko antagonisti si želijo prilastiti ali pa polastiti to tehnologijo za osvojitev narave ali pa pač neke določene močine. In pač meni se zdi, da je message ravno v tem, da tehnologija te lahko precej oddeli od tvojega narave ali pa človeštva. Ne? Lapota je zelo podobno laptopu, a je to naključje? Ne, mislim, ni niti toliko subtilen, ker v tem messageu, če gledaš zgolj na vizualni ravni, je zakrita v temo, skrivnostna, ko se pa potem otrese vseh nagreblin, arhitekture in tehnologije, imaš na koncu eno veliko drevo, ki potuje daleč proč kot neki lep simbol osvoboditve, vseh spon človeškega naprezenja in tako naprej. Se mi zdi, that's the message, I get it, kao, ne. Narava se mora otresti vseh teh nekih ljudi. Ljudi. I guess, Mislim, lahko je sama za sebe, ne? Lahko jo občudujemo na ta način, tu se mi zdi zopet, da pač ta šintoistična estetsko občudovanja vredna whatever filozofija, ne, pride posredi potem, da pač kao naravo pustimo na miru, zato ker je čisto lepa takšna, kot je. Okay. A je to kimata tlele samo naši poslušalci? Jaz sem še omenil, da Lapota je seveda izmišljen kraj iz Gulliverjevih potovanj. Tudi tam je pač ta leteč kot nek leteč grad in je to tam. In potem gremo k naslednji iz leta 88. Mogoče se splača še tla omeniti eno zadevo, ker se mi zdi, da en trop tukaj nastane, mladega dečka pa dekleta, tako, ki je za Miyazaki zelo pomemben. Torej, deček, ki je ful zaljubljen, ne v dekle tudi, ne deloma, ampak predvsem je zaljubljen v letalstvo, pa vedno je ful zvedav. Vedno je tisto letenje, ampak tudi to, da je ful zvedav, njega ful zanima neka pustolovščina, on bi rad nekam šel, ali je sam, nima nobenih staršev, a veš, tako je to zelo njegov kliše, ta njegov trop, ne? Mislim, da ga tle prvič na ta način zaznamo. Zelo pogosto so to sirote. Pri Navšiki je Navšika takšna, ni fant, ampak ona leti. Ona je tako zelo celostno lik, nobenega ne rabi, tudi on mentor, ki se pri Navšiki pojavi, tako kao, nek mak, nek puščavnik, medtem ko ona je čist streets, basically. Ti pari med, oziroma ta neka tudi malo, tukaj recimo, vse je malo ljubezenska, no? Vedno pač ta ljubezenska zgodba med fantom in punco, mislim, da je zelo pogosta, pri čemer je vedno tudi punca tista, ki je, oziroma zelo pogosto, no, zdaj ne bom na pamet trdil, bomo videli skozi, ampak je ponavadi punca v spredju, no? Oziroma je glavna junakinja in potem fant je nekako pripopan na njo. Predvsem pogosto tako, Ubogi fantje. Skratka, leto 88 smo potem in je to Moj sosed Totoro. Totoro! Tako simpatičen kazen. Predvsem. Skratka, tukaj imamo pa zgodbo, da se Ata in dve hčerki z mamo, ki je v bolnišnici, skratka Ata pa dve hčerki se preselijo v novo hišo in tam v bližini te hiše je veliki gost in v njem živi Totoro, ki je neki med mačkom, zajcem in pasovo, recimo, Skratka, neka gmota. Velika kosmata, lušna, kičasta gmota. To si ni on zmislil, Totoro je nek lik, sem ga ona poimenuje po liku iz pravljice. Ni rečeno, da je to res on, sem imemo, da je isto. In skratka, potem oni imajo še tako neke dogodivščine, tam je tudi en maček avtobus z veliko tacami. Pa miškami za smerokaze. Tako. Kaj več pa v resnici, meni je ta risanka ravno zaradi tega všeč, ker je en tak izsek iz lifea, ki nima neki, vmes, dobro na koncu pač mala sestrica zgine in jo iščejo in jo najdejo. Ampak nima pa neke zgodbe, da bi zdaj ti rekel, tako se začne in je zdaj zaplet in potem razplet in zdaj je zaokroženo. Ne, pač stvari se zgodijo in pol na koncu pač ono malo pogreša in jo najdejo in je happy end. Ampak
Ti so na začetku že čist happy in na koncu so isto happy. Edino pač mama pride iz bolnice, ker pač malo že se sprašuješ najprej, kje je ta mama, ampak pač noben ne laže od odraslih, res je v bolnici in res okreva. Ti si tako mislil, da si sumničal do fotra, ali kako? Ja, valjda. A zato, ker ima rekel, da ne smeta v klet? Ne, mislim, mama počiva. Ja. Medtem ko on nože čisti. Sašimi nože. Ja. Grozni ljudje. Ne, to je najbolj, od vseh Miyazakijevih filmov je to najbolj na easy. Nimaš zares neke nevarnosti, ni nekega sporočila. Mislim, imaš neko to osnovno, da je treba biti fajn z naravo si. Sure. Ampak v primerjavi z Navšiko, ne. Ni tako didaktičen. Ne. In pač, glej, pa maček je, ki je avtobus. Mislim, meni se zdi, da v bistvu, kot tu se mi zdi, da prvič pokaže malo drugačne senzibilitete, kar se tiče storytellinga, ker tudi začel je drugače pisati. Mislim, da prvič začel graditi okrog slike. Njegova prva slika je bila ta avtobusno postajališče z Tamalima dvema in Totorom pod Dožijem, in je okrog tega zgodbo gradil. In od takrat naprej, če se ne motim, gradi svoje zgodbe na ta način. Nikoli ne z izdelanim scenarijem, zgolj z nekimi slikcami, vizijami. Message se meni pa zdi tukaj ne ravno didaktičen na ta način, kot se strinjam kot Navšika ali pa Laputa, temveč bolj kot da je eskapizem za travmo zelo zdrava zadeva. Veš, da v bistvu predvsem ker ta mali dve v bistvu ne veš, oni dve vidita nekaj, kar drugi ne vidijo. Oni dve v bistvu sta po moje prestrašeni pa zaprepadeni, ker ne vem, je mati delala v Salonita Anovo in je zdaj v bolnici in nimata pojma, kaj se je zgodilo, a ima raka ali pa tuberkuloza, ki je neka pomembna scena za Miyazakija. Tudi mi ne vemo, ker to niti ni point zgodbe. Point zgodbe je, da ta mali dve najbrž handlata to travmo z eskapizmom. Zdaj, ali te duhce izmislite ali ne, niti ni pomembno. To je pač njuna dogodivščina, njuno potovanje, celjenje. In se mi zdi za to slice of life, ta izsek iz življenja, ki je tudi pač travme so del tega našega life. Tako da zato se mi zdi, da je dober, pa globok, pa zelo človeški. Ja. Super, to si zelo dobro povzel. Hkrati imaš pa tudi to, kar si prej omenil, imaš tega dečka, soseda, pa tukaj oni letijo pač noter v mački, pa ta punca je, da pleza povsod. Mislim pa zanimivo, da se v bistvu ti sestri delita, najprej ta mala vidi, potem pa ta starejša sestra vidi, pa tudi ko se ta mala potem prestraši, kaj je z mati in je želi ono koruzo prenesti v bolnico, se potem sestra, ne da se zakteče k ljudem, vidi, da ljudje, sosedje, vaščani ne morejo pomagati, ona se zateče potem zopet v svojo fantazijo, tam je potem Totoro pomaga, njena domišljija ji pomaga. Ampak hkrati pa sosedi so pripravljeni pomagati. Ja, itak. Ne, to ni kar itak, ker moraš gledati. Moraš gledati to stališče sodobne družbe, to je vseeno nastalo v 80-ih, Tokio, kjer je Miyazaki živel eno velemesto, tukaj vseeno potem nas odpelje v neko ruralno okolje, kjer nam pokaže, da tak je lahko. Medtem ko večina ljudi, ki bo videla ta film, pa živijo v mestih, kjer ni tako. Tako da mislim, da z tega stališča je vseeno pomembno, da community je okrog, ampak ona ga ne rabi, zato ker ona mora nekaj drugega shendlati. Ja, to se kar strinjam. Super, absolutno mi to je točno to. Mislim, lahko gledam to kot na nek vrste ta portal fantasy, se pravi kot nek vstop v nek magični svet in preplet pač nekih fantastičnih elementov, ampak jaz mislim, da je ravno vedno tudi neka poanta portal fantasy, je točno to, da ti ne veš, če ni to samo neko predelovanje ali pa neka poosebitev nekih duševnih želj, pač, da si razrešiš neke travme pa neke težave, ki jih nekdo skratka ima za to, da pač zraste kot človek. Torej, hočeš reči, da Harry Potter mogoče živi pod stopnicami celo srednjo šolo? Ja, v bistvu nikoli ni pobegnil, tam je šel kosti ostal. Mogoče ne bi šel tako daleč, ampak ja. Ne, definitivno pa jaz se strinjam, prej, ko si Igor ti govoril o teh detajlih, tukaj je meni tako lepo, ko oni pridejo v to hišo,
kako te sestri, starejša, laufa, pa ta mala za njo, pa vsake to, kot se ta mala zdrsne, ker pač mehna in pač teče za njo in se tam povzi po tleh in tako naprej. To je eni detajlov, ki, ja, noben tega ne bi rabil, ampak dela pa to risem kot tok življenjsko. In jaz sem to zdaj sem ga gledal, ne vem, kjer je že, in tako, ko imaš to, ko lahko gledaš detajle in ti je tok neverjetno in tok lepo, da to je res, zdaj Totoro je res, mislim, moj najljubši. Pa še ena stvar, še en motiv je mogoče tu zdaj, ne vem, a smo prej že omenjali, so bili prej tudi kakšne stvari, ampak tukaj imajo tile neke te prahci, hvala Igor, tile prahci. PM10 delci. Ja, postanejo tako zelo pogosto za Miyazaki je, da ima en lik, ki je tako množičen, eni minioni, ki so zelo pogosto pač množični in tako. Torej, tam so bili omi, ampak omi so neke velikanske živali. Vedno so kakšne take mehne ljubke ali pa nenavadne. K temu se bomo še vrnili pri Mononoke, tam so meni nekaj najbolj strašljivega na nek način tudi in tako. Ja, on mislim, da vedno bolj skozi svojo kariero začne črpati iz jokaj mitološke zapuščine. Ne? Torej, jokaj so lokalni duhci, ki naseljujejo naravo. Ne? V bistvu skoraj vsaka živa stvar bi naj nekako vsebovala določen duhec, ne, ki se imenuje jokaj. On jih ne poimenuje, ne išče, ne referira jih. Imam pa jaz doma eno knjigo, ki sem se jo pred kratkim nabavil, sem jo v bistvu Tini podaril za ilustratorska naprezanja, pa kot opravičilo, da sem file zbrisal. Velika knjiga jokajev, 500-stranska zadeva, kjer je bilo malo morje teh japonskih rib, ki so skušali nekako iz različnih predelov Japonske dokumentirati, pa risati, v bistvu te vse različne bizarne stvore. In najdeš tudi takšne. Ok, super, stvorčki, to mi je všeč. Če govoriš o nekih stvorčkih in pa rečeš, jaz imam doma, ne? Malo je let down, ko meniš te knjiga. Sorry, Igor. Ja, kaj je naslednje? Ja, moram reči, jaz bi sam nas pohvalil, ker res fino napredujemo. Upam, da se poslušalci strinjate, da smo kar hitri in ekonomični, ampak hkrati visoko informativni. In napredujemo, zdaj bomo skočili samo za 1 leto naprej, ko je premiero doživela Kiki iz Delivery Service, ne vem kako po slovensko je to Kiki na dostava. Kiki Volt, ja. Skratka, tukaj pa imamo mlado čarovnico, ker meni je bilo najbolj zabavno in res totalna razlika s kakšnimi Disneyjevimi filmi. Ona je zdaj stara 13 let. In pri 13 lahko čarovnica gre za 1 leto opravlja vajeništvo, oziroma da se sama znajde. In starša sta sicer malo tako, joj, kaj pa a fota reče, jaz bi šel kampirati, sva mislila drug vikend, ne, jaz grem danes. Ampak sta oba tako, ok. Ja. In polno gre, smetlo, odleti v nek Koper. Ja, šele v kredicih vidiš, ko sta dobita starša pismo, v redu je. Ja. Skratka, in ona pol odleti, najde si neko svoje mesto in tam bi pač mogla razvijati nek svoj talent, ampak ker očitno še ne zna neki blazno čarati, je njen talent letenje z metlo, tako kot Harryja Potterja v resnici spet, če smo spet tam, on tudi ni drugega, kaj dosti znal kot igrati v Quidditch. In se odloči, da bo skratka odprla dostavno službo in tam le pri eni gospe, ki ima pekarno in ki je blazno prijazna do nje in tukaj dokaže, da se Igor moti, ker se v mestih še vedno prijazni. Ja. Še vedno. Tudi v obmorskih mestih so prijazni in skratka nudi streho nad glavo in ona potem začne dostavljati stvari in spozna enega fantka z očali, ki bi zelo rad letel. Ja. To smo pa že nekaj slišali. Ja. In to je to. Ok, kaj pa tu message? A jaz nisem videl film. Nisi videl filma? Nisi? Ne, okay. Nikoli nisi? Ali? Nikoli ga nisem, odkar pač zdaj čakam, da bo otrok pripravljen, da pogledava to skupaj. Se mi je zdelo, da bi to bilo treba in otrok je ful navdušen, ko vidi to, pa se nikoli še nisva spravila in zdaj sem upal, da bomo predno to snemamo uspela pogledati, ampak še nisva. No, Ela, če to poslušaš, come on. Ela ne poslušam. Ja, jaz si tudi ne bi dovolil. Ja. Ne, jaz mislim, da si tukaj boš, Mito, tu si itak ti bolj pač pozvan k temu. Zato, ker vsi vemo, da je not slikarka in da si zato dal 5 zvezdic na Letterboxdu. Ne, jaz nisem dal zaradi tega. Ja. 5 zvezdic sem dal, ker mi je to, če imam Miyazaki top 3, je to med number 2. Vsekakor. Mislim, da je tu glavni message meni, da je izgorelost precej pasja stvar. Ker Kiki izgori, ona zgubi svoj navdih, zgubi svojo domišljijo, ona ne zmore več leteti,
ko se enostavno skuri s svojim delom, ne zasluži dovolj, skuša biti ustrežljiva do vseh svojih strank, mogoče še celo preveč, si preveč časa vzame za njih in potem pač omaga, zboli in ne zmore več leteti, na kar se potem zateče k svoji prijateljici, ki je slikarka, ki pa jo potem nauči, da moraš včasih odmisliti. Tako, da moraš samo iti na sprehod v gost in dihati. Nehati razmišljati to, ona reče, jaz moram nehati razmišljati o ustvarjanju, slikanju in potem, ko nočem več slikati, se pač naenkrat porodi neka ideja, navdih in takrat želim zopet slikati. In Kiki potem nekako, ko ponotranji ta message, pride nazaj v mesto in seveda pod nekim določeno nujo, pritiskom, se ona potem zopet prebudi in obnovi svoje čarovniške čare in reši svojega prijatelja. Tako. Yeah. In to je basically podobno vajnemu razmerju. Skorda. Yeah. Čeprav je drugače tudi zgodba, tudi podobno najnemu razmerju o izginjajoči čarovniji. Jaz mislim, da je Miyazaki v svetu tako zelo, po mojem, res navdahnjen z Tolkienom in zato občutkom, ker je Tolkien tako zelo prefinjeno postavil srednji svet, to, kar potem mislim, da vsi nekako skušajo posnemati, skratka teh fantazijskih piscev, ravno ko čarovnija malo umira že. Skratka, včasih je bilo več čarovnije, vedno je bilo včasih več čarovnije, večji čarovniki, večje pošasti, močnejši zmaji, ne vem kaj. Zdaj pa čarovnija že tako nihče prav ne verjame vanjo, on je skratka prileti v to mesto in vsi gledajo to, kva je s to punco na metli, ker tam neki leti, vsi so skratka začudeni, niso to vajeni čarovnic, tukaj ne vejo točno, kaj s tem početi. In skratka, tudi pa seveda ona je 13, kar pomeni, da je potem že počasi malo tega otroštva konc, konec je čarovnije, zdaj pa bodi odrasla in delaj v dostavni firmi. Zasluži cash. Tako, zasluži cash. In ne boš več letela na metli, ampak ti bomo dali, ne vem, moped. Ja, mislim, zgraža se tam ne glih nad najemnino, ampak ceno hrane, naprimer, še celo njen Gigi maček govoreči, je tudi opozoril, bomo imela še dovolj denarja, pa je on nazaj reče, nekaj časa bomo palačinke jedla. Ja, bo sem palačinke. Malo samo navadila. Drugač pa meni res so mi všeč, ker je res tak večplastni, to je spet primer Miyazakijev. Vse se da interpretirati na 3-4 načine, krati pa take lepe stvari. Meni je tudi ta prizor s to njeno prijateljico, slikarko, mi je tako fajn, ker je tako res. Ne, ona je tako pove, gledaj, jaz včasih tudi ne morem slikati in se ne morem prisiliti, potem pa grem na sprehod, pridem nazaj in tako kar naenkrat čutim neko nujo, kako slikati. Ja, to je art proces, tako stvari delujejo in je tudi spet tako fajn se mi zdi, ker ta fant je zaljubljen vanjo, pa ta storija z njim ne gre nekam, ker ona mu malo tudi zameri, da on jo takoj pusti, ko tam neke prijateljice. Ne, še prej mu zameri neko opasko, da nosi non-stop črno pred prijatelji. Tako, ja. Mislim, da je tudi ta vzporeden mesec, da v bistvu v mestu rabiš neko družbo ali pa skupnost, rečemo temu, da pač ti je ok, da tvoje mentalno zdravje nekako funkcionira, rabiš prijatelje. V bistvu fantek se trudi s tem, kao ta njen prijatelj, ona pa ga nekako non-stop odriva, jaz moram sam delati, jaz smo ful za delati, jaz nimam časa za prijatelje. Ampak se potem izkaže zelo drugače. Meni, naprimer, je pa najlepša scena, ko ona dva na biciklu se usedeta in potujeta na plažo, gledata veliki Zeppelin. In jo on uči, kako se nagibati po ovinkih. Ena taka lepa montaža, dolga, lepa taka scenca, lepa je. On ima pa veliki propeler na biciklu, ker bi rad letel in ful močno pedale suče, pa še celo se pritožuje, da ga mišice bolijo, ker je preveč močno pritiskal. Tako da ful lušno. Ja, pač spet kaže to sodobno mesto, malo teh odnosov. Meni je tudi tisto tako zelo srce parajoče, ker ona pri babici za vnukinjo peče ta stvar, ona ji celo pomaga speč to torto in ne vem kaj, da jo bolj dostavi tej vnukinji, ta vnukinja pa tako, že spet mi je babica spekla to stvar, ki jo nimam rada. Ja, to pa je Tokyo Story. Tokyo Story. Ja, podobno. In je tako malo, bim ti vnukinja, jaz bi jo res tako, enkrat tako kepe, bi jo takoj, Delivery imaš tudi zdaj. Smek. Ok. Ja, Kiki je fajn. Kiki je super, res je super. Tako zelo je ful presenetljivo sodoben. Predvsem tale gig economy, komentar na tole se mi zdi ful na mestu. Ja, nasploh je Miyazaki tako dobro, dostkrat ima ta damsel in distress, se pravi princesko v težavah, ima včasih ampak ponavadi so tudi fantki v težavah, tako da ne moreš glih reči, da je blazen seksist. Meni je najboljše tudi mislim, da je bila v My Neighbor Totoro je tako
ko je tisti fantek, ja, ki ona reče, kako že reče, da fantje ne zanimajo, njegova babica pa ful dobro kuha. Je, pač une neke kolačke in se tako, to feminizem redi. Wow. In gremo dalje k segway k naslednjemu filmu, ki je Porco Rosso. Pa je dejansko zelo seksističen mestoma. To pa kar izzivajo. Ta pa je, skratka, Porco Rosso je rdeči pujsek. Skratka, rdeči pujsek iz leta 92. Zdaj smo postavljeni v Italijo med fašizmom, kjer... Niti ne Italijo, to je kar Dalmacija, stari. Ja, mislim, takrat je Italija imela v rokah. Sure. Skratka, in tamle na Jadranu je pač tale pujsek, ki je zaklet. Skratka, nekoč je bil to človek, zdaj pa je pujsek in se bori proti zračnim nebeškim piratom, kakorkoli smo jih pač že prej imenovali. In noče iti služiti fašizmu, skratka, noče nazaj v vojsko, čeprav ga tam skozi nadlegujejo, da naj pride nazaj. Hkrati je ena gospodična zelo zaljubljena vanga, on pa skoraj ugrabi svojo mehaničarko, oziroma ona se mu nekako uštuli v njegov letalo, zato ker mu ga popravi in skratka, zdaj gre sta v dvoboj z ameriškim pilotom, tako. Slash filmsko zvezdo. Prosim. Aspiring American president. Tako, ja. In je ena taka zanimiva. Meni je bilo smešno, mislim, zabavno mi je bilo, ker se Miyazaki verjetno to ve, ker je razgledan človek, ampak fašiste so seveda risali kot pujse, kot svinje. Fašisti so bili svinje, to je taka tipična karikatura. In tukaj imamo svinjo, ki noče biti fašist in celo enkrat reče, boljš biti svinja kot fašist. Direktno. Bravo, pujsi. In to še tako ležerno reče v kinu, medtem ko se baše s kokicom. Ja. Ja, ta je, mislim, v bistvu zelo straightforward, nima nekih pretiranih, sploh ne magičnih elementov, razen tega prekletstva, da je pujs. In se dejansko vice, da on zvečer se samo enkrat pokaže kot človek, pa na koncu se očitno s poljubom spremeni nazaj v človeka, ampak ga ne pokaže. Tu se Miyazaki zadrži in ne gre tega koraka do konca, pa na fotografijah ga ni jasno moč spoznati. Vse ostalo pa ta straightforward storija, da v bistvu on je heroj Jadrana, ki rešuje nič hudega sloteč potnike, ki jih nadlegujejo tile gusari, ki so zopet fantje, na koncu so čisto lepo poštrikcani v oblikcah in fair play špilajo pri dvoboju, v bistvu so tako, čudni pirati. Piratstvo je bilo tam v Dalmaciji zelo močno. Tako da ni, mislim, zdaj pa kakšna pravila so imeli, pa so vedno imeli neke scene. Zdaj pač deloma črpa iz zgodovine piratstva tukaj, ampak... Ja, tako deluje kot neki, kako naj rečem, njegov poskus na te ameriške letalske NASA filme. Mene malo na to spominjala, veš, kaj ti Hot Shots, kako skušajo prodreti Mach 1, neke te fore, samo da je pač tukaj dogfighting, ne vem, kako se to slovenščino prevede, dvoboj v zraku, z zrakoplovi. In bolj manj štorija, samo to, niti ni ljubezenske štorije, razen pač tega dekleta v kabareju, pevke v kabareju, ki nekako hrepeni po njemu. Čeprav tudi ona je malo tako, 3 može sem že izgubila v luftu, you're the next one. Sure, good track record. To je bila kar krepka, ja. Pa ta Curtis je bil meni tak zabaven tip. Meni je on dejansko kripal. Ja, krip je, nekaj pride tako, pa kar ono zagleda, to njegovo mehaničarko. Ti si 17. Poroč me takoj. Ja, poroč se z mano in potem se kar dvobojujete za njo. Tako ona nima pravo glasa. Se bo ona poročila z njim, če pa bo on zgubil, pa cash, ki mu je čisto več dal pač pujsko, da bo se znebil dolgov. Na teh mestih ima ene te neke, recimo temu ljubke seksistične zdrse, kljub temu, da se ona, tale in strojnica, inženirka, postavi zase, tako da ni nekak nebogljeno dekle, kakorkoli daleč od tega.
Ampak je tudi zelo aktivna. Ja. To, da je že inženirka, da je ona tista, ki dizajnira pravilo letala. S Porkom v bistvu najprej pride konflikt, zato ker dokle pa 17 let stara ne more ona. Jaz sem spravo šila in ščetine in šel drugam naredi popraviti svoje letalo, pa ga ona pripriča, ne, da mi zaupaj, jaz sem dobra, jaz sem vse poštimala, no problema. Pol pa tudi ona gusare navduši, ne? Jaz naredila tole letalo, pa so vsi, fuck bitch, to je pa res huda stvar. Ej, ti sam deli letala, prosim, deli letala. Ne? Ker to pa je pri vseh skupno, ne? Vsi imajo radi letenje v Porco Rosso. Vsi so navdušeni nad letenjem. Tak, če še največji kmet tam le, ali pa čistilka ima nek zrakoplov parkiran. No, sej, če hodite, kaj ne morejo Dalmacijo. Ja, tega ful. Tako da to, pa mislim, da je to en redkih, ki se konča z pestometom, ali kako bi temu rekel. Kar se mlatita. Zmlatita se do amena. Ja. Prav, najprej imata dvoboj v zraku, ampak potem nekako zateji tehnika in pristaneta v vodi, pa se odločita, da bo ta pač kao prav v ring stopla in imata runde in posta vedno bolj plava in gobava in nabuhla in ni, na koncu se že skoraj da utopita, zmaga tisti, ki prvi iz vode skoči, kar je seveda Porco. Ja. Mislim, Porco je že kar prav tako dober pripravljen svinski zrezek. Dobro potočen. Ja, to je Porco Rosso. Igor, ti nisi gledal Porco Rossa? Viš, še ena stvar, mogoče to ni glik za Elo še, ampak le. Ja. In gremo na princeso Mononoke, ki pa je z letnico 97, se pravi 5 let je uminilo med obema. Tale je bil vedno eden mojih najljubših, skratka tukaj imamo tega, kako je že ime temu? Ashitaka, ja, hvala. Ki ga skratka njihov pleme napade gromozanski divji prašič in merjasec, tako. In njega rani in mu ga skratka okuži z neko magijo, za katero njihov plemenski vrač pove, da skratka ga bo ubila. In potem mora on odkriti, če bo mogoče odkril izvor te magije, se bo mogoče rešil tega prekletstva oziroma smrti in on odpotuje daleč stran in tam skratka naleti še na en gozd, kjer še živi duh gozda. Bog, gozda in skratka tam on se znajde sredi konflikta med skratka princeso Mononoke, oziroma ki je ime San, med San, ki so jo posvojile družina Volkul oziroma volkov, ki pač vodi te volkove in skratka tudi divji prašiči se borijo proti ljudem, ki imajo v bližini delajo, skratka pridobivajo železo ali kaj. Ja, Iron Town. Ja. Rudo, skratka, in uničujejo skratka ta gost. In je ta konflikt med njimi, on se pa nekako znajde med obema stranema. Ne pripada čisto prav nobenemu, skuša pomiriti stvari, kar mu ne rata najbolj. Amo ne? Meni se zdi, da je jaz mislim, da mu ne. Ti misliš, da mu ne? Veš kaj, to sem napisal na Letterboxdu. Jaz sem videl, jaz imam polemiko s tem. Ja, mene, se vem, da imaš, zato pa nisem hotel omeniti, ampak zdaj, če smo že zajadrali v to. Ja, mene on moti kot lik. Meni je on tako, ves čas je drugač kot Nausicaa, ker ona res ohranimo vsako življenje in nikomor nič ne naredi. On najprej je res zato, ker ima ta roka kar neki podivja, on pač pobija ljudi, čeprav jih najbrž ni hotel, ker njegove strelice, puščice kar glave odbijajo ljudem in naprej, ampak v drugo in potem, ko se mlati, ni to noben problem. Problem pa mu je ubiti tole vodjo tega mesta, da ne bi ubila tega krilničevega gozdnega duha. Ja, veš zakaj? No, povej. Jaz mislim, da dejansko on stoji tukaj kot ne mediator, to bi bilo preveč plitko rečeno, ne? Ampak kot tisti pravi vernik v naravo in da smo vsi del narave. Tudi ljudje smo kao del narave. Mislim, da to glavni Miyazakijev message. Film, če pozorno gledaš, ali pa niti ne toliko pozorno, ni nobenega bad guya. V bistvu imaš ljudi, ki zlobno delajo, pa imaš ful dobre bogove, ki hudo storijo, ne? Tako Nago, ki ga je prizadela železna krogla in se potem spremenil v demona, v bistvu je pač podivjal zaradi tega, ampak nekako se vse vrača k tele železni krogli, koliko vse posledic to storilo. Ne? Hibošijeva je hkrati kao izkoriščevalec narave, hkrati gobavcem deva
Toplino in dom, pa v bistvu velika feministka, ker cele legije žensk so v bistvu tam osamosvojene, prostitucije in dela na domu in so v bistvu samostojne. Tako da tudi bogovi, po drugi strani, se pa upirajo temu upravičeno, izkoriščeno narave, hkrati pa so ful kruti do njih samih, mislim, do človeška. Tako da, ja, ker so zveri, ker bogovi so pač bolj. Veš, kaj mene tukaj je, pač se mi sam zdi, da pač ni opravičila. Dobro, ti si feministka in imaš tam govovce in tako, ampak po drugi strani pa uničuješ en gost, uničuješ naravo, zato da pridobivaš krivino. A še tako, v bistvu skuša to povedati, da v bistvu morate se naučiti skupaj živeti, kao, da v bistvu tudi ljudje imajo svoje mesto tukaj. To je res, kako bojo živeli skupaj, to ne gre. Ne, se v bistvu izkaže se, da v bistvu vsi zapopadajo na svoje najhujša ne poželenja, ampak na najhujše fore, ki jih premorejo. Ne, pač poskrbijo zase, ne, pač ljudje ne gledajo tako kot bogovi, oziroma te duhovi gozda ne gledajo na človeka, si rekel, kruti so, mislim, absolutno so kruti, pač hočejo kar potamaniti, ne da bi jih pregnali ali pa niti ne poskušajo karkoli, ampak enako se mi zdi, da človek nekako ne razume. Jaz mislim, da so oboji te dve, meni se vseeno zdi, da sta te dve perspektivi nespravljivi. In se mi zdi, še tako en res. Jaz mislim, mislim, da je namenoma narejen na ta način. On dejansko je, lahko bi ga tako izvedel, on je nihče, nula. On je izgubil v bistvu svojo prihodnost, deloma je izgubil svojo človeškost. Ko si on odrežel, ko je spustil puščico, se je odločil za nekaj nepovratnega. Njega je v bistvu rak prizadel. Rečemo, ta metastaza, ki mu raste, je rak. To je tudi narava na nek način. In ko ga vaščani, pleme odslovijo, moramo ti obrniti hrbet, ti za nas več ne obstajaš, on ne obstaja več, on si zato tudi v javnosti vedno masko gorda. On je nekakšen polduh, nekakšen maščevalen duh, jezen nad svet, pa nad lastno odločitvijo, da ga je Evropa v bistvu kao njegove prihodnosti. In kot tak lik, mislim, kao deluje kot nek napol demon, hkrati pa kao, veš, mi je napol človeški. Ne vem, kako ne tu razložim, jaz ga tako gledam, zato se mi zdi ok mediator, pa ta njegov message, ki ga da, v bistvu vsi se morate naučiti skup živeti, kao, te perspektive skuša skup zlimati, In če bi bil to nekak Disney fora, tako si prej samo menil, bi bili antagonisti, protagonisti dosti bolj. Ker tudi bogovi oziroma kame tega velikega srnjaka, Spirit of the Forest, njega ne pozdravi te metastaze, njemu pozdravi samo strelno rano. Tistega mu jaz domnevam ne more. Ne, ker tudi divjega prašiča ne ozdravi, oziroma pol tudi pač naslednika unga tudi ne pozdravi, samo ubija ga, lahko v bistvu mu eutanazijo, da obema in njemu in volkulji. Tako da meni je message Mononoke ravno to, da v bistvu kao, ok, nasilje itak privede do groznih zadev, in to lahko in narava počne in človek, pa hkrati pa je kao ta neki bolj širši message, vsaj zame, pač to, da smo vi tak vsi del tega in treba shajati, treba na neko srednjo pot najti. A še taka to ni. On je pač išče neko svojo pot, pa san ima nekako na pol rad, pa tudi ne, a veš, ona je tudi zelo samostojen lik. Tako da to. Je pa najbolj magičen, najbolj filozofski ta film. Ful ima teh okoljevarstvenih tem noter. V bistvu tu Miyazaki res pride skozi. Pa pomemben je tudi za Disney. Disney ga je že htel z Mononoke potegniti na zahod, ampak ko so videli kao ta level nasilja, ki ga je pač noter pripelo, zrekli, let's not. Leta 97 vseeno mogoče animacija Disney, je logika animacija bila še malo nezrela. No, ampak ne, mislim, 2 leti kasneje, ali nekaj takega, imaš tam Herkulesa, ki je, ne Herkules, en drugi Disney, oni, ko so na podmornici, tisto tam umirajo ljudje levo pa desno. Ja, ampak veš, tukaj se mi zdi, da v bistvu eksplicitno krvave scene, kjer glave letijo, pa križ prica v dosta klasični animejevski sceni, se mi zdi, da je za Disney mogoče bilo preveč. Ali pa so še vedno takrat bili zanikovalci podnebnih sprememb, ali pa ne vem. Šele potem z naslednjim filmom so pa ga noter pripravili. Meni je to za razmišljati full super film in meni je najboljši od Miyazakija, ki ima toliko različnih teh zanimivih likov. Noter pa predvsem je pa animacija, pa ta bogat svet, izjemno dobro upeljan noter. Večkrat si že Tolkien omenil, eno pomembno razliko je med Miyazakijem pa Tolkienom. Tolkien je hard world builder, torej da ima trda pravila. Rabi tudi
dolge pejsaže v knjigi noter, da se razloži, kako ta svet stoji. Miyazaki tega ne rabi. Ne? On se v bistvu zelo organsko sprehaja, ne, med temi različnimi slikami in tako dosti bolj naravno privede, mislim, povabi gledalca noter. Ne? Ja, je pa res, da je pač pri njegova magija dosti bolj ambivalentna. Jaz ne bi rekel, da nima trdne logike, ampak je ta logika bolj povezana tok z naravo, kjer recimo, tako kot si rekel, pač ni ne dobra, ne slaba. Ne? On duh gozda pač ne vidi, on daje življenje, pa jemlje ga. Mislim, to je vse eno in isto za njega. Pač je del življenjskega cikla in on s tem absolutno ne vidi težav. Ne, meni je tukaj pač ta animacija res, res prekrasna, ta duh gozda, ko zraste, ko išče v svojo glavo. Kako pač skratka, kakšen je, ko je kot tisti nek srnjak ali kvaj, tisti človeškim, napol človeškim obrazom oziroma z nekim nenavadnim obrazom, ampak tako je, ta duh mi je fantastičen, pa tu so tisti mali. Kodame, ne? Ja, tisti klikoti, ki meni so grozljivi. No? Jaz bi tudi sicer takoj, ko jih vidi Ashitaka, tako ne, oni niso nevarni, pač posod so, kjer, kako je že? Je zdrav gost. Kjer je zdrav gost, ja, ampak fucking scary, so je shit. Glave obražajo in jim tako klika. Tako klik, 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 klik. In tako, imajo skozi nekim napol odprta usta in si tako, pa kaj je z vami narobe, no, res? In nekaj je narobe z njimi, jaz vam povem. Mogoče je gost zdrav, oni ne. Res. Mislim, so kaj, mental patients gozda. Ne vem, pač meni so res tako in se mi zdi, da tako sodobno horor je dost pobral z tega z mehanskih, dost se igra recimo sodobno horor s tem, da kaže duha, ki ima kada neko mehansko premike glave, recimo, pa neko klikanje noter. To je točno iz tega animeja. No, zanimivo, jaz pa ga nikoli nisem videl, niti približno grozljive. No? Ne. Ja, to je zelo taka tvoja fora, ker ti telesni neki krči ali pa kliki so zelo tebi gnusni. Ampak, okay. Ja, ali pa kak so beli. Aljoši je najhujše predstave sodobnega plesa gledati. Ja. Izraznega plesa. Izrazni ples je katastrofa, res. Zakaj to rabimo? Ministrico za kulturo. Da se izraziš v gibu, pizda. Ne. Ljudje se ne izražamo z gibi, to je laž. Kaj pa fuzbal? Ja. Kaj je to drugega kot izrazni ples? Z žogo, ampak to je drugače. Ok, skratka, napredujemo, imamo samo še 4 filme do konca, zadnjih 2 nisem pogledal, tako da tam bom več od 2 pričakoval. Spirited Away, za katerega kako je bil slovenski? Čudežno popotovanje. Tako, Čudežno popotovanje, za katerega sem jaz zdaj ugotovil, da sem ga prvič pogledal. Da še nisem gledal tega, ne vem zakaj. Pa si gledal v slovenščini ali angleščini? Ali japonščini? Ne, zdaj sem ga gledal pač na Netflixu. Ja, jaz po mojem nisem gledal zaradi tega, ker kadarkoli sem ga kje videl, je bil sinhroniziran. Tega pa jaz, Aljoša, ne. Aljoša, jaz tudi sam v japonščini sem ga pogledal. Ja, zato pa vem. Jaz pa samo v slovenščini. A res? Ja. Mislim, v kino, ko je bil, sem ga gledal v slovenščini in tudi še večkrat. Okay. Pač na TV. Kratka, tukaj imamo pa štorijo punčke z mamo in očetom, hvala, ki si dopolnil to besedno zvezo, ki skratka so se spet preselili. Imamo spet to, skratka preselili so se nekam, vmes naletijo na poti do hiše na nek zapuščen zabaviščni park. In tam punčko posvari nekdo. Nihče ne posvari. Seveda je najprej posvaril fakt, da mora iti od tukaj in da Haku, tako. Ja. In da ne smejo nič jesti. Mislim, da je to že reče. Nisem zdaj ziher. Ne, ona zgineva, mislim, da je to svet duhov in bo zginila, če ne bo nekaj iz tega sveta pojedla. To je polja. Starša sta jedla tam v nekem zaviščnem parku in sta se spremenila. Nista jedla, starša sta žrla. Žrla. Tu je, ne? Ona dva se ne ravnata kot normalna pač človeka, ampak sta požrešneža in to je tisto, kar ju spremeni v pujse, to je prekletstvo. Če bi se ona dva normalno obnašala, pa bila vljudna, dobro vzgojena človeka, sta pa požrešna kapitalista. Spet smo. Dobro, Igor, te bomo verjeli na besedo. In skratka, potem ona zaide v vidi, da ta zabaviščni park skratka skriva veliko nekih duhov, ta Haku jo pelje. Govori, zabaviščni park je pa kopališče. No, oni mislijo, da je zabaviščni park. To pa res. Fotor, mislim. Tako je, ja. In skratka, tam se dogaja polno nekih čudežnih, čudnih, fantastičnih stvari in ta čarovnica, ki vodi skratka to kopališče,
jo priklene nase, skratka, jo zaposli in ona bi morala skratka zdaj rešiti nekak starša in pobegniti od tam in ta ugotovi, da je ta Haku tudi, oni pove, da je način, kako skratka jih čarovnica obvladuje to, da pozna njihova imena in tukaj se skratka pol začne še marsikaj drugega dogajati. Tako zanimiv, spet je ena taka portalna fantazija, skratka stopimo v nek svet, ki pa ima zdaj neko logiko in to tako tipično, bi jaz rekel, pravlično logiko, skratka ime kot tisto nekaj, kar ne smeš povedati zlobnim silam, ker lahko to zlorabijo. Zelo taka Ursula Le Guin. Ja. Ali pa Miha Macini, zbiralec imen. Ja. In noter se pojavi spet eden mojih najljubših strašekov. No Face. Prej, brez obraza. Ta skratka maska, s to japonsko masko, neka brezoblična gmota, ki pa ima usta nekje tle na želodcu oziroma na trebuhu. In je simbol lakomnosti. Ja, žre vse, pač požrla bi vse, razen da ima rada to punčko. Ja, hoče, da je punčko srečiti. Ja. Jaz pa mislim, da jo hoče pojesti. Ne. Ja, jaz pa mislim, nikoli ne poje. Ker, niti je ne poskuša. Ne, jo pa lovi, želi se z nečim napajati. Ker ta duhec, ko jo zazna, se meni zdi, da je nekaj privlačen. Ampak ok, to je za moja špekulacija. Okay. Ker tale duhec No Name se potem v bistvu počasi požira ostale delavce v tem kopališču, na koncu jih potem začne zasipavati z zlatom. In tu se lahko za bistvo lotimo eno izmed dveh tem, ki jih vse zaznavam pri tem filmu. Eno je izkoriščanje dela, meznega dela, zato ta imena, pa kako San dela, oziroma ne San, kako je že ime tam ali? Nekaj na H je. Ne, Haku je njen prijatelj, skratka punčke. Niki Čiro ali nekaj to je. Možno je. Ja, skratka, ona se mi zdi, da v bistvu ima zelo tako osrednjo temo, srednjo točko v tej temi, delo, mislim, da komentar na japonsko izkoriščevalsko kapitalsko družbo, mislim, da je tu Miyazaki skušal predvsej dosti povedati okrog tega. Druga pa je, tako smo že, tako si ti, Igor, že omenil, pri starših, je pa konzumerizem. In tudi ta no face se mi zdi, da v bistvu je deloma povezan s tem. V bistvu, kako vse te velike izpadi pogoltnosti, lakomnosti, zasipavanja z zlatom, pa naprezanja vseh teh delavcev v tem kopališču, da zadostijo, pa zadovoljijo najmanjših hibam, pa željam tega velikega požeruha. Mislim, to se mi zdi, da je tako zelo. Ja, hkrati pa mu to niti malo sreče in zadovoljstva ne prinese, zato ker je to samo substitut za nekaj drugega, za nekaj prijateljstva. V bistvu na koncu da nekako malo tak kičasti odgovor, po tisti lepemu dolgemu pejsažu z vlako, ko se tale duh No Name umiri in pride v ono hišo te sestre, tele čarovnice, ali kaj že, on pograbi najprej neko kleklanje, ali kaj nekaj, in se umiri z nekim zelo rustikalnim, ruralnim opravilom, rečemo temu, neki zelo naravnim, rečemo kao back to the basic fora, kjer se njegova lakomnost poteši. Recimo temu tako. Po drugi strani imaš pa zopet potem še ta okoljevarstveni, še enkrat, okoljevarstveni komentar, ker njen prijatelj Haku je rečni bog, ki se ne spomni več svojega domovanja, ker so ga zabetonirali z stavbnimi hišami, večstanovanjskimi hišami, in ona ga opomni z njegovim imenom, kao ti si ta, rešila si me, pa on se ne spomni, ker jo enkrat rešil iz te njegove reke, in je tako zelo happy end zgodbica, ampak kao zopet tudi komentar na, kot sem rekel, okoljevarstvo. Ja, Chihiro je drugače. Chihiro, ja, okay. Oziroma reče pa sen, da je ime. Zato, da je pač skrije svoje ime. Oziroma ne, ona jo preimenuje. Ja, definitivno jaz se strinjam. To, je pač vprašanje delavcev, vprašanje pač delavstva je zelo izrazito pri temle gospodu, ki skrbi za temperaturo, kotle, ker mu oni pajki, ki delajo zanga in vse to. Pa tudi delavke, veš, one, ko so na balkonu sanjarijo, ona kome čaka, da bo zpizla od tle, da bo nekam šla drugam, da bo dovolj prišparala, pa take forme. Ja. No, pa še imaš tale element družine, tale čarovnica, ki svojega sina mu ne pusti odrasti, je ogromen dojenček, še vedno. Mislim, to je resen komentar na japonsko družbo.
Tudi hkrati v bistvu je tako zaposlena za svojim biznisom, ne, da niti ne vidi, ne, da je njen otrok bil zamenjan z nekim za prikaznijo. Saj Haku jo opozori, toliko si slepa, da ne veš niti, da si nekaj izgubila. Ne. Se mi zdi zelo tak, niti ne subtekst, ampak kar tekst. Ne. Ne, mislim, ogromno je tega not in mislim, da je za tisti čas, ko je vam prišel, torej 2001, mislim, je spot on in mislim, da zelo malo filmov tistega časa je znalo te elemente toliko v redu interpretirati in še danes je po mojem še bolj relevantno. Ja, vsekakor. Mislim, zelo malo se je postavilo, če sploh. Tak, mislim, prednost portalne fantazije, ne, kar tale je, da v bistvu se lahko zapakira sodoben komentar v nekaj kao res pravličnega ali pa znanstveno-fantastičnega, kakorkoli, da imaš v bistvu zaklenen hermetičen prostor, v katerem lahko odviješ zgodbo z tem komentarjem skozi. Tudi lahko bi rekel, kao, njo, ta malo, Chihiro je strah se preseliti v nov dolgočasen dom brez prijateljev, tam v avtu je v bistvu totalno zdolgočasena, ne ve, kaj se bo zgodilo in potem rabi mogoče ni tak pobeg. Ampak to bi bilo zelo cenino reči, ker v bistvu toliko tega barvitosti, ki se tu noter zgodi, toliko detajlov, ki so dodani, je zelo next level. Vedno me je zanimalo, če je mogoče kakšna posebna sporočilnost, da se pripeljajo z Audijem. Imate nemški avto. Pa še če pomisliš isto leto, oziroma leto predtem je Matrix ta drugi prišel, kjer so Audi tudi full prominently product placed in vse to. Zdaj težko primerjam ta dva filma. Avto bi komot lahko komentiral, ker Japonci so malo mahneni na nemške avtomobile, lahko pa je to mogoče zopet komentar na nemško delovno obsesijo na delo. Ja, ker mislim, ful na začetku jasno pokaže, da je tisto Audi. In ni drugače v teh filmih, ni nekih brandov ali kar takega, tam pa in si mi zdelo. Mogoče pa ravno pravi avto, tako kot pri nas za take starše, kot jih ima ona, ker v bistvu, če smo čisti iskreni, njeni starši so malo butli. Malo, rečemo, to je zelo prijazno rečeno. Ker v bistvu oni tebi nič, meni nič, kar uletijo nekam, kot prvo, fotor posprašuje do amena skozi ono gmajno. Kot drugo, ono kar udrejo skozi nek portal, whatever bomo temu rekli, pa se potem usede, začne nažirati, se še tako mimo grede zmeni, sem že plačal, če plačal, koliko bom pač plačal, se nima veze, koliko stane, jaz sem fucking lačen. Reče, da bo plačal ali s kartica, pa zgotovino, boje ima, ni problem. Ampak najslabše od vsega pa je, da v bistvu ta mala cel cajt prosi, ne hoditi, kam gremo nazaj, obrnimo se, a jo poslušata? Ne. In to se mi zdi, da v bistvu lepo ilustrira tale tema. Ja, definitivno plus to, da kar si Mito, mislim, da ti že nakazal, je rekel, jaz vseeno mislim, da ni tako neumno, ta prehod v nov dom, oziroma iztrganje iz starega doma je seveda povezan z identitetno krizo, ti ne veš več, kdo si in njej seveda zamenjajo ime tam takoj, ko pride. Ni več Chihiro, ampak je Sen. Oziroma celo fora je v tem, da če sem jaz prav videl, je Sen ena pismenka, Chihiro je v bistvu iz te pismenke, pa še z ene druge, se pravi, oni ostane na koncu samo ena, se pravi, je na pol prerezana, zato ker seveda je polovico pustila doma, oziroma prijateljke, reče tako meni, res tako žalostno v avto reče, dobila sem svoj prvi šopek in to je šopek za adijo, pač za poslovilni šopek, njen prvi šopek v življenju. Se mi zdi tako, bogi otroci, kva jim delamo, res? Mislim, gledaj, še vedno lahko bi dobila tuberkulozo, pa bi bil oni šopek. O moj bog, Igor, kva je bilo zdaj to? A ni dovolj, da se enkrat že skoraj otopila, mogoče mogoče pa se je, pa je vse to. Jaz sem pa glih to starše prosil, da ne se ne selijo več svojim otroke, da ne ostanejo več. Poleg tega, da si niso feminizem, si zdaj še proti migracijam. Super. To pa sploh nisem pomislil. Alt-right, here we come. To je naš podcast, kaj bi zdaj? Končno smo nekaj skrivati. In potem z 2004, tega sem včeraj uspel pogledati po dolgem času, Howlov premikajoči se grad, skratka še en grad, ki se premika, ampak tale hodi, on prej je letel, tale hodi, pomembna razlika, ker ga poganja
en ogenček, plamenček, plamenski. Kalcifer, tako plamenski demon, ne plemenski, ampak plamenski. In skratka, tukaj pa nič hudega slutečo punco, ki sem zdaj spet pozabil. Sofi, hvala, ker ima pač, ker je to neka Avstrija ali neki... Ja, jaz mislim, da je Miyazaki rekel, da je zaljubljen v izgled Štrasbura. Aha, in ga lahko tudi deloma zaznaš v tistem obbalnem mestu v Kiki. Okay. Tukaj pa se je direktno nanašal po arhitekturi Štrasbura. Ja, ok, Štrasbur. Ja. Zanimivo. Skratka, Sofiji nek neznani moški na pol ugrabi, oziroma najprej jo reši pred dvema vojakoma, pred neko parado, ona je na obisku k svoji sestri, jo skratka pospremi in potem, ker njega preganjajo neke oljnate kreature, imamo te minjone, skratka zbežita pred njimi, ampak njo potem obišče zvečer čarovnica izpušče in jo začara v starko. Ja, uročijo. Ja. Uroči, tako. In urok je tudi tako, da ona ne more povedati Howlu, da je uročena. In potem ona se odpravi, ne more biti več doma, skratka sestra, iščejo vsi delodajalci, ker je klobučarka, izdeluje klobuke, to je še nek drug izraz, pa sem ga zdaj pozabil, skratka izdeluje klobuke, ampak se odloči, da tam kot starka ne more biti in se odpravi nekam iskati skratka čarovnice, neko pomoč čarovno, da je nekdo reši tega uroka in mimo glede naleti na ta Howlov grad in vstopi vanga, sreča vmes še skakajoče strašilo. Ja. In skratka tam ugotovi, kako pač ta Howl je znan po večjih imenih, ker ta hiša, če obrneš ti neko stikalo, lahko skratka stopiš ven v različnih mestih. Ta mesta so pa v različnih kraljestvih, ki se zdaj med sabo imajo vojno, kjer Howl skuša nekako posredovati. Ja. Tole temelji na romanu. Točno je, to je pa po nekem romanu. Okay. Isto imen. Ja, poznam. Ali si ga bral mogoče? Ne, videl sem neko slikanco na podlagi tega, niti ne Miyazakijevo, eno drugo v angleško, tako da vem, da obstaja, nisem pa bral romana. Ne, mislim, da je mogoče slikanca, ki je otroška zgodba to. Kar je redko, ker drugače ima on izvirne zgodbe, razen pač pri prvem, tule pa je šel prav priredbo tega, tako da očitno mu je bila dosti všeč. Ja, mislim, da je izkoristil ta priložnost za zelo protivojno sporočilo. Ne? Mislim, da je to glavni message, vse zame je to Howl, mislim, da je protivojni film, kjer to ljubezen do zrakoplovov pokaže v njegovi najbolj destruktivni inačici. Howla dobesedno požira vso nasilje pa tehnologija. Medtem ko Sophie, njena glavna zadeva je, da v bistvu niti ne ve, kako izraziti sebe pa svoje čustva, ne išče svoje mesto, da potem nekako pride do spoznanja, da se mora, ne vem, da mora najti svoje mesto. Ne vem, ker je tudi sestra povedala, ti boš vedno tam klobuke delala, zato ker je pač foter imel to, skratka trgovino, ona skratka tam dela, zato ker je najstarejša hči in ima pač to nasledstvo. Skratka ni poiskala neke svoje poti in jaz mislim, da ona tudi spet rabi identiteto in mora pač sebe prepoznati kot nekoga v končni fazi, ki je vreden ljubezni, zato ker ona tudi od začetka trdi, kako ni lepa in ne vem kaj, in zdaj pa je kot starka, pač seveda precej neprimerna za Howla, ki je toliko vase zagledan. Meni je to eden najljubših likov, ker je tako res, ko neki zameša njegove šampone ali karkoli že, prileti ven in kakšen je smisel življenja, če nisi lep? Res tako, mislim, dej. No. Ja, mislim, da ga prej, da malo od otroštva on, kar je na koncu reveal, da v bistvu on je Kalciferja požrl, ker je želi, po mojem mislim, da želi biti veliki mag, da je hotel biti veliki čarovnik, zraven njegove narcisoidnosti seveda, ampak izgublja pa v tej časti hlepju sebe. Ne? Ja, srce mu je dal, skratka, on je zamenjal je, demon ima njegovo srce, on pa je v njega nekako dal del svojega ognja. Kao stati v nekem simbiotičnem razmerju. V bistvu Kalcifer potem poganja celotno graščino, da je na nogah in da je vse toplo in šik. Medtem ko Howl se pa zaradi niti ne ker služi določenim kraljevstvom, on se v bistvu bori proti nasilju. Proti ustaviti vojno. Ampak ga pa
to ful požira. V bistvu on se vedno bolj spreminja. Proti ne z nasiljem v resnici, ne? Pač on skuša nasilno posredovati, medtem ko seveda pol se sicer malo tako čudežno razreši, ker ugotovijo, da je tale skakajoči strašilo v bistvu eden od kraljevičev, ki pol gre uničiti pač to vojno. Ampak jaz mislim, da pač ta poanta je tudi seveda, da mogoče tudi malo ta, da pač skratka, on se malo zgubi v tem svojem delu in nima srca, ne pozabi pa na to svojo človeškost, pač žrtvoval je svojo človeškost zato, da je velik čarovnik, ampak to ti nič ne pomaga, če ti nisi še malo človeka in pač... če nimaš doma, ne? Ja, če nimaš pravega doma, ne? Ja. In to se mi pač zdi tako, da je pač seveda on najde potem svoje srce v resnici v Sofiji, no? Ona najde njegove srce. Ja, pa tudi, mislim, tale družina, ki so si jo ustvarila, ne? Se tudi dobesedno se njun dom razleti v prav faktorje, da se potem rešite drug drugega. Ne? Ja, in imate nekega nadomestnega otroka v resnici v tem pomočniku, havla, karkoli pač. Ja, vajenec je, mislim, da. Vajenec, ja. Pa neko babico si dobita iz one čarovnice. Ja, one čarovnice, Boga, potem postane ona sama babica. Ja. Pa še kuška imata. Ne pozabi na kuška. Točno, on je kar cute fucker. Ja, Hawl je pa prej skratka ženske menjal kot po tekočem traku in tako. As one does, as seen on TV. Hitro si se popravil. Po eni strani zame je ta zaplet pač tako rom-com. V resnici pač njuna ovira je pač to, da ona zgleda zdaj kot babica, ampak kljub temu se zaljubita, oziroma torej se on itak ve. Ja, on jo vidi takšno, kot je, ne. On jo vidi ta pravo. Normalno. Torej Shallow Hal. Ja. Lej, vsi vidimo čez našo starost, pač otroka v nas. A ti si ga gledal, Igor? Ne, nisem gledal. Aljoša je spet šel v nekaj, da vidi otroke v ljudeh. A to je kaj narobe s tem, ali kaj? Ne, tudi tega še nisem gledal, ampak ga bom, tega se že takrat, ko je ven prišel, ga nisem uspel, v kinu je bil pri nas. Ja, tega sem pa jaz v kinu gledal. Nesinhroniziran. Tako, zato sem ga gledal v kinu. Celo v Koloseju, ne samo v Artkinih, ampak takrat sem ga zgrešil in pol nikakor nisem uspel ujeti. Ampak bom kmalu, vsekakor. Okay. In smo v letu 2008, se pravi 4 leta po Hawlu, je pa išel Ponjo, tega pa jaz nisem gledal. Tudi Igor ne, se pravi Mito. To je predelava morske deklice. Ponjo je kot neka mala ribica, ki nima ne glasu, ne identitete, v bistvu zgolj ena izmed jate, ogromne jate teh ribic, čigar skrbnik je čarovnik, ki je pred stoletji pobegnil iz kopnega v morje. Okay. Ja, to je preambula. Okay. In ona pobegne, ker je pač zvedava in se potem jo ujame v korito mlad deček, ki je pač zaljubljen v morje in se ureže in ko ona okusi kri, se začne spreminjati v dekle. V žensko. Ne, popolnoma otroško. Res je otroško, tako da ni niti malo kakšne spolno kot... Ne, ni nobene. Vampirsko. Ja, v bistvu... Viš, kako naši umi drugače delujejo. Se začne spreminjati v deklico. Ja, v bistvu ona potem pred njemu prenoči, ona se navdušuje nad vsem, kar je človeškega in kopenskega. Gre se za neko otoško vasico ali pa vse na polotoku je, no. Deček je pri materi, ki čakata očeta, ki je na odprtem morju, na ladji in vsake toliko signalizira, ga vsi pogrešajo in tako naprej. Tako je zelo taka morska zgodba. Osnova je pa niti ne toliko kao neka klasična logika, da v bistvu se gre v neki zaljubljenosti, pa potem odločitvi, kaj zdaj, ostati na kopnem ali pa se vrniti v morje, ker Ponjo niti nima teh nekih žel, ona bi se rada samo igrala, pa se nekako izkusila neko človeškost. To je njen glavni point. Deček, ko poskuša non-stop rešiti, obvarovati zlega, kljub temu, da ni nobenega zla, tajfun imaš, pa njen oče, ki vsake toliko pride na kopno prepričati, da se naj vrne nazaj k njemu domov, ker na kopnem ne more preživeti. Ful zanimiv lik, mislim, da v angleški inačici mu posodi glas Liam Neeson.
on, ko pride na kopno malo odzad, tako kot imamo za špricanje trte, tako zadevo se on šprica po tleh, zato ker mora po mokrem hoditi. Kar dobra fora. Ja. Ampak, ker ona je magično bitje in ker je pobegnila, pride do tajfuna, ki poplavi celoten otok, na kar potem reši celo zadevo, torej velika scena je za pobegom na bolj više odročne predele otoka, da se vsi rešijo. Na koncu pa reši vse skupaj, če se ne motim, njena mati, ki pa je neka pradavna boginja morja, kot ogromen lik, ki pride in se celo tako nekako zaljubljeno doneče, govori, kako lepo morje je tole, kot spominja me na moj prastari devonski dom, ne? Torej devonsko obdobje je tisto še pred dinozauri obdobje, ko so bili ves živež bil v morjih. Polnjo se na koncu odloči, da bo prfantko ostala in sta niti ne par prijatelja, ki se pač ful hudo dobro mata. Ampak na koncu se poročita, imate otroka in ime mu je Jason Momoa. Sure. Ja, drugače se to ne more končati. Zanimivo. Čisto drugače od ni še imel morja, mislim, to je zdaj res čisto drugo okolje. Ja, ful ni nekih teh zrakoplovnih zadev, v bistvu res je taka predelava tega morske deklice mita, ne, na nek način. Nimaš teh princov pa princesk, tega sploh ni, teh Disneyjevih navlak, ampak je pa prav kot nekaj navdušenje nad vsem, kar je človeškega, ne, pa kar je tisto otroškega in tisto, kar bo skušata ona dva drugega navdušiti. Neka uleta hrana, to je zrezek, to je goba, to je voda, to je mačka, to je pes, to je avto, to je hiša, to je drevo, veš, take scene so noter in vsa ta radost prav pronica skozi animacijo noter, ne, vse je zelo igrivo, zelo velike krivulje imaš, naprimer tu se Miyazaki zelo močno poigra z vibracijo morja, naprimer, ne, z vsemi valovi, z tajfunom, ki pride, z tem, kako se avto giblje po cesti, ko bežijo pred plimo in tako naprej. Mislim, je taka zelo živa zadeva. No. Ok. Sliši se super, jaz ga bom definitivno pogledal, ker bom pač končal tale maraton, ampak po moje ta vikend. In smo pri zadnjem, oziroma pred zadnjem Miyazakijevem filmu, ki ga je o scenariju in režiral, in to je The Wind Rises. To je pa biografija oziroma Štegr. Niti ni prav konkretno biografija, ampak je posvečeno dvema človekoma. Enemu, ki je napisal kratko zgodbo, na kateri to deloma temelji, drugi je inženir letalstva, ki je naredil Zero letala, pa hkrati glede na biografijo, ki si jo ti prej povedal, je tudi na Miyazakiju fotra. In imamo. Tako fikcijsko je, ne? Mislim, da ni čista biografija. Ja, in sicer je pač glavni junak si ful želi leteti. Zelo dost imaš enih sanjskih sekvenc, ker takoj že na začetku in pač on ima tako zelo debela očala in ugotovi, da nikoli ne bo mogel biti pilot, lahko pa naredi letala, ne? Lahko je inženir. In potem pač počasi odrašča in potem gre na univerzo, na poti na faks, v bistvu spozna eno punco, pa jo pomaga rešiti, zato ker je potres, pa požar, ki zgori pač celo mesto. 140,000 mrtvih. Ja, je bilo v tistem potresu in požaru. Ja, to so bila 30, pa večina, pač zaradi potresne varnosti je večina bajt iz lesa, kar pa pri požarni varnosti ne pomaga, ko začne vse goreti. In kar so Američani pridno izkoristili v drugi svetovni vojni. Ja. Shit. Ja. V glavnem tisto je kar hudo, tista scena, ampak on je pač tak ful optimist je cel cajt, vse bo probal narediti, vsak problem se da rešiti, če se ga postopno lotevaš in pol pač on dalje študira, ko doštudira, gre delati v Mitsubishi in delajo avione in potem ga pošljajo še v Nemčijo, na kar potem spet kasneje spozna to isto punco, ki je v sanatoriju, oziroma on je na dopustu nekje in potem ona ugotovi, da je ona na zdravljenju, tam se zaljubita, se odločita, da se bo ta poročila, ampak ker so ji dnevi šteti. Ja. Oziroma ona reče, da ima tuberkulozo, ampak ko bo ozdravela, se bo ta poročila, ampak potem se vseeno poročita. Okay. Ja.
Vmes je še neka scena, ki je, tu bi po mojem bilo treba poznati nekaj več malo japonske zgodovine. Basically, on tam se druži z enim človekom, ki je zelo off in potem ga pa začne državna policija loviti. Kasneje, povezano s tem tipom, ker on je bil vohun ali nekaj takega in zdaj sumijo, da je on mu izdal skrivnosti, ampak ker je on toliko dober inženir, njegov šef pa nadšef skrijeta pred policijo v firmi najprej, pol pa ga naseli pri šefu doma, da on lahko dalje razvija avion. Kar je pač ta absurd, da on dejansko dela nekaj, kar je ta država hoče, ta država ga pa hoče ustaviti, ker ne vejo nič o njem, ker so nesposobni. Ne? In ful imaš celcajt tale clash med ruralno naravo japonske in visoko tehnologijo, v katero hiti. In tudi recimo najbolje povedno to, ko ima potem on prezentacijo tega letala pred upravo, pol pa še pred mornarico in tista uprava so stari tipi, ki so oblečeni v kimone ceremonialne. Ja. In imaš korporacijo, ki jo vodijo pa pač tipi, ki so old school. Ja, pa letalo na vzletišče furajo z volja. Ker še prav tako, mi smo res, še prav tako reče, mi smo res odzad. On pa ne, volja je dobra žival. Ja. Ja, v bistvu je zgodovinski, to je edini do zdaj njegov zgodovinski portret. Mene zelo spominja na Oppenheimerja. Totalno. Ker pač cel cajt imaš to z smrtjo, ki jo prinašajo avioni. Ne? On ne želi tega, ampak se zaveda cel cajt, da so bombe tu zraven. Nekako deluje mi, kot da je malo na spektru, veš, kot da se ne zaveda nekih posledic ali pa jih ne preizprašuje javno ali pa na površini ali pa vse v tekstu. Oziroma v enem primeru celo ima, ko razlaga sodelavcem, kako narediti boljši avion, pol reče, ok, moramo ga narediti malo lažjega, to najlažje naredimo tako, da strojnico dol vzamemo. Pa se vsi smejijo. Se vsi smejijo, ker mislijo, da je joke povedal. V bistvu je tako, tudi te privide, ki jih imamo, malo spominjajo po strukturi, na Oppenheimera, ne zaglih na one atome, ampak on vidi v bistvu malo uničenje, požig. Po drugi strani ima pa non-stop neke dialoge z enim letalcem oziroma grofom, ki izumlja tudi letale, Corsini, mislim, da se piše, je Italijan in je isto kot v Oppenheimeru, ker imaš nekako Alberta Einsteina tam nekako. In veš, po strukturi sta zelo podobna, s tem, da če zelo na grobo rečem, je tu Miyazaki mojstrsko naredil tega avtista, tega zelo na spektru inženira pol človeškega. In mislim, da ta sporedna zgodba, ki je v bistvu iz romana, iz te kratke zgodbe potegnjena z to ljubeznijo, s tuberkulozijo, ga zelo v središči. Zelo mu daje eno tako lepo plastiko. On v bistvu se tu pokaže kot, naprimer, meni je lep prizor animacije, ko ona v posli leži, ona se ne more vstati svoje posle, on pa dela non-stop, je tudi komentar na to japonsko obsedenost z delom do amena, pa hkrati kao njegovim navdihom, da mora pač delati njemu tudi, evo, to še en komentar od tega italijanskega privida, ko mu reče, kao vsak umetnik ima samo 10 let, tako da izkoristi jih maksimalno. In na koncu filma ga tudi vpraša, kako si izkoristil svojih 10 let. No, skratka, lep prizor tiste animacije mi je, ko on potem pride domov in še vedno dela, pa ga ona prosi, da prisedi se blizu, bi rada bi te držala za roko med tem, ko ti delaš. In on v bistvu z eno roko Schibler, ne kalkulator Schibler fura, pa piše, pa še tako reče, da sem jaz največji mojster enoročnega računanja na svetu. In je ful lep tih trenutek, tako kot se Miyazaki vedno bolj jemlje. Mislim, da naprej od Mononoke in tako naprej ima on rad te neke dolge pejsaže. Mislim, da v enem intervjuju je rekel, da rad uravnoteži ali nasilje ali pa neko dramo z nečim, kjer se v bistvu lahko gledalec malo zasidra, malo umiri. In pač, da se malo ponotranji, to je ravno to, kar se da skozi, in v tem je mojsterski. In v temu filmu, kljub temu, da je zgodovinski, je meni najbolj Miyazaki na nek način. Ne, meni je ta film bil res krasen včeraj, ko sem ga gledal. Mislim, krasen je. Res poezija. In samo te tako pelje naprej skozi nekaj, kar bi v osnovi lahko bila zelo dolgočasna zgodba. Ful. Pa niti za trenutek ni. Pa to tale ljubezenski del je
Krasen. Tudi na koncu, ko se v bistvu on na njemu, evo znam kar spojilo, bolj me kurat. Ko se mu prikaže kot privid zopet, ki ga ona čaka, se on potem zahvaljuje lastnemu prividu, hvala, ki si mi dala vse, kar si mi dala, ti si me navdihnila, da sem lahko šel še toliko naprej, medtem ko mu tale Corsini / Einstein govori, kao ti moraš živeti, tvoja odločitev je, da moraš nadaljevati in živeti in delati še naprej. Tako zelo, zelo lepa zadeva. Ja. Ok, super, se veselim obeh, ki bom še pogledal. Zdaj, 10 let pozneje je nastal Deček in žerjav, ampak žal, to se je vse rimalo, žal ga ne moremo gledati, skratka, ni ga pri nas, distributerji se niso odločili, da bi ga pripeljali v slovenske kinodvorane in... Ja, what the fuck? Tako nekako, hvala, Mito, da si povzel, kaj sem hotel povedati. Mislim, danes je na Twitteru Simon že komentiral, pa... Simon Popek namreč, ja. Simon Popek, pa Fafangel, pa ena parsena se je že oglasila, zakaj se to ne more najti le nekega lokalnega distributerja, ki bi to pripeljal. Ker bodimo iskreni, Miyazaki sicer dela v animaciji in žaljivo je reči njegovim delom, da so otroška, da so za živ žal. Ker pač ni, to ni. Animacija ima na zahodu, predvsem pa tudi po zaslugi Disneyja, mogoče en slab predznak, ki se ga s težavo v bistvu potem animirana dela otresejo. In to je, da v bistvu to so zrele, resne umetniške ustvaritve, ki se jih splača gledati na velikem platnu, ne pa v nedeljo zjutraj. Mislim, na živ žal. Nedeljo zjutraj... Makino dvor. Ne, na živ žavo še enkrat. Ja. No, dobro, tudi na živ žavo so dobre reči. Ja, šor do 6. leta. Tu se ne strinjam s tabo. Jaz mislim, da je tudi mladinski žanr mladinskega filma, karkoli, tudi to je umetnost. Samo bolj se mogoče na neki meri seveda prilagodi publiki. Gre se za medij, ki v defaultu ima predznak otroškosti. Absolutno se pa strinjam s tabo, da pač animacija ni samo za otroke. In da tudi stvari, ki so... Ampak hočem te samo reči, da tudi stvari, ki so za otroke, tudi odrasli gledajo. Ja, in da jaz bi še dodal, da skoraj vse Miyazakijeve filme lahko gledajo tudi 6 let stari otroci. Ni... Tem, ko poudarjaš, da je to za odrasle, je tudi za odrasle in je za vse starosti. No, sem mislim, da smo povedali, da je bilo dovolj jasno, tudi v našem pogovoru danes, da seveda je to pravlično, je to za deco namenjeno, pa tudi kako se loteva, pa nariše otroka, kaj je v bistvu Miyazaki mojsterski. Moj point je, da je v bistvu mojsterski režiser, ki si zasluži predvajanje na platnih. To pa se vsi strinjamo. Ja. Dajmo to gledati na platnih. Še vedno imate čas, da pripeljete januar, bo... Tukaj, tudi februar, marc, film bo dosti ziher nominiran za Oscarja, tako da tudi ima po mojem kar resne šanse, da ga dobi, ker glede na animirane filme, ki sem jih videl, so 3 v redu. Mislim, ne, 2 sta v redu. Spider-Man je v redu, pa francoski Široko in Kraljestvo vetrov, ta 2 sta zelo v redu. Disney in DreamWorks in vse ostalo je bilo bistveno slabše kot katerokoli leto do zdaj in sumim, da glede na uspeh, ki ga je imel Deček in žerjav v ameriških kinematografih, da je ta tudi zelo, zelo v redu. Tudi če bi bil najslabši Miyazaki, je to še vedno Miyazaki. Tako da mislim, da te 3 filme imajo največje šanse, da dobijo Oscarja in Miyazaki po mojem ima prednost pred ovima 2. Sploh, ker Spider-Man je že prejšnji dobo, pa tale je srednji del trilogije, tako da nima, da bo, ne. Jaz bi še dodal, da kot, čeprav dost filmov tukaj nisem videl, sem pa videl enega, ki ga vidiva nista. No, pohvali se, Miyazaki je posnel tudi ogromno kratkih filmov, ki pa jih Netflix ni odkupil. Netflix ima ogromno Ghiblijevih filmov, ampak te kratkih ne. In Mubi ima enega, ki ga lahko pogledate in če ste naročnik tam in je weird. Res 5-minutni film, ki ima štorijo za 3 ure kontenta noter, zato ker je bil narejen kot pilot za serijo, ki pa je potem ni bila odobrena. In pol deluje vse skupaj totalno hektično, niti malo podobno tem
res dodelanim stvarem, ki jih je Miyazaki delal, je pa animacija zelo zanimiva, pa štorija zelo odpuljena. O eni punci, ki je sirota in ima nek križ, ki ga je najdla in išče starše, ali jih najde, ali ne vem. Zato, ker se milijon stvari zgodi, mogoče jih najde, pa se skrega z njimi, in gre druge iskati. V glavnem odpičeno, 5 minut na Mubiju. Dajte si pogledati vse to. Drugač pa jaz upam, da imate lepe blagoslovljene praznike, Božič, in da gledate kaj lepega. Mi smo za Božič vedno doma gledali filme in jaz mislim, da je definitivno smo Miyazakija zato izbrali, ker jaz mislim, da gre tako, kot je Igor pač spet opozoril. Ja, večina njegovih pa celovečercev je primerna za celo familijo, za ogled v familiji. Zdaj, ker je to na Netflixu, se seveda pač lahko gleda tisti, ki zna že malo angleški podnapise brati, razen če jim vi kakorkoli pomagate. Ali pa če znajo japonsko, tudi lahko. Seveda, če znajo japonsko, absolutno brez težav, lahko si tudi mislim, da menjajo audio, ne? Ampak to je kriminal. Ne, mislim, angleške sinhronizacije so kar v redu. Okay. So recimo tale Wind Rises, je, ne vem, Emily Blunt, pa Stanley Tucci, pa basically njihov družinski projekt. Zakaj pa ni Stanley Tucci v Porco Rosso? Ne vem. Tucci. Ne, bomo šli. Dom sem že užalil dovolj narodov, ne rabim še Italijano. Res imete lep Božič, ljudje in ljudine, ker to je bila že naša 174. epizoda in 6. božični special, se pravi 6 let že božičkamo skupaj. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obot, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od do zdaj, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili danes Igor, to ni kar tak isto. Igor, to ni kar itak isto. Ja, tak celo. Okay. Mito Stvorčki Gegič in Aljoša Sašimi Noži Harlamov. Tole epizodo smo posneli pri meni doma je vedno dovolj vsebine za podcast. Feminizem redi. Ni niti za citat te epizode. Bo. Ja, dajmo se malo skrit, dajmo se malo pretvarjati. Jaz tega ne pozabim. Če vam je bilo všeč, kaj ste danes slišali, delite, všečkate naš podcast. Naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcast ali Spotifyju. Spremljate platformo Apparatus z odličnim in raznovrstnim izborom podcastov. In če ste praznike prisiljeni preživeti z vašo družino, vašim očetom, ki voli desnico, mamo, ki ga skrivaj cuka že od jutra, da se uspe pretoči čez večerjo z vami, ki ste njeno bridko razočaranje, bratom ali sestro ali bratom in sestro, ki sta oba uspešnejša, lepša, veselejša od vas, potem predlagajte, da si pogledate kak družinski film, recimo kakšnega do danes obravnavanih celovečercev, tako bodo vaši sorodniki vse nekaj časa prisiljeni biti tiho, vi pa boste lahko v tišini še naprej gojili svoje zamere in obžalovanja. In potem jim lahko seveda odkrijete podcast Obot in naj bo to vaše letošnje darilo zanje. Kjer sprehod, star, kjer sprehod. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot. Facebooku in Instagramu smo podcast s K-jem in Obot brez pikic. Sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav, oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu te objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo o vsem tekočih epizodah, o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bodemo konzumirali sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabno mrežo še vedno tudi delimo rajcere, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite vprašanja, pripombe, komentarje, pisma za božička, seveda predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. To je bila že 174. epizoda. Dragi oboževalci in oboževalke, naslednja epizoda 6. sezone je seveda novoletni special, ki bo na spletu za Silvestrovo, da se boste lahko pripravili, vam zdaj ekskluzivno razkrivamo temo te epizode, to so gremlini. Poglejte si jih in se nam pridružite za Silvestrovo, se poslušamo takrat, hvala vam za vašo pozornost. Hi ho. Hi ho, hi ho, hi ho. Disney to že zna. Ne, prosim, ne.